Hvala. Torej, dober večer vsem skupaj, dobrodošli nazaj na Parabellum. Nocoj se bomo takoj lotili vprašanja drona, ki je pristal v Romuniji. Iskreno povedano, ne razumem, zakaj ga urijo. Toliko sumov, polemik in tako naprej. Kot da bi bilo tu nekaj povsem novega, kot da se to še nikoli ni zgodilo in tako naprej. Pravzaprav ruski droni že približno 2 leti pristajajo v Romuniji, bodisi ker jih zadenejo Ukrajinci, bodisi zaradi napak Rusov, bodisi zaradi motenja signalov in tako naprej. Opazil sem, da vsi o tem govorijo zelo površno. Omejujejo se le na ta dron, ki je zadel stavbo, brez da bi postavili dogajanje v kontekst. Vprašanje je torej, ali so to naredili namerno ali ne. Niso naredili namerno, je ruski ali ne, ni ruski. Popolnoma izpuščajo kontekst zadnjih 2 let stvari, ki so se tam že zgodile. Naj povem, da imamo neposreden stik z osebo, ki tam živi, dobesedno tam, pol kilometra od reke. In že nam je po zasebni poti, še preden je to prišlo v javnost, pred 2 letoma, pošiljal videoposnetke, kjer se je slišalo brnenje dronov. In tako so droni pogosto pristali na romunskem ozemlju, ljudje so se pritoževali, a romunska država ni naredila ničesar, pravzaprav ni naredila ničesar. Kot priča ta stari intervju iz marca 2020, 20.6. marec 2025, kot vidite, v resnici stare stvari. Že takrat je Zalužni dal ta intervju in povedal, da ga je Romunija prosila, naj prikrije incidente z ruskimi droni, ki so se dogajali na njihovem ozemlju. Torej, kot vidimo, je ravno nasprotno od tega, kar vam govorijo nekateri propagandisti na televiziji, da si NATO izmišljuje incidente, ker želi obtožiti Ruse in tako naprej. Ne, v resnici je bila to precej nerodna zadeva, tudi za Romune. Zakaj so poskušali prikriti te incidente? In dokler se ni zgodilo nekaj tako očitnega, tudi če so v prejšnjih mesecih nekateri kmetje, Romuni ali tisti, ki jim je dron pristal na vrtu, fotografirali to. In tako je ta stvar postala predmet razprave, nacionalne razprave, zato tega niso mogli več skrivati. Dokler so lahko v letih 2024 in 2025, je romunska vlada skrivala to stvar. To nam potrjuje žalozni, saj so Romuni, ko je govoril z njimi, prosili, naj molči o padcu šahedov na njihovem ozemlju. In zakaj so se pritoževali zaradi te stvari tukaj? Ker je glavna stvar ta, takrat so imeli Romuni pravila delovanja, ki niso dovoljevala romunskim letalom, da bi napadla te drone. Letala so bila tam, vse je bilo pripravljeno, ampak niso jih smeli napasti, tudi zato, ker povemo po pravici, če dron za pol kilometra prestopi v romunski zračni prostor, ali ima že nekaj v zraku in potem bi moral imeti vedno nekaj v zraku, ali pa obstaja tveganje, da ga ne ujameš. Obstajajo odzivni časi za nujni vzlet, razen če ne postaviš protiletalskih sistemov neposredno tam na območju. Poleg tega so obstajala pravila delovanja, ki jim niso dovoljevala, da bi jih napadli. Toliko, da so jim Ukrajinci rekli, mi vam damo dovoljenje, da jih napadete, tudi v našem zračnem prostoru, če želite. In pravzaprav je vlada, ki je pred kratkim padla, celo spremenila zakon o ustavi, da bi dovolila letalom in protiletalskim enotam, da napadejo te drone. Torej, kot vidite, je bila Romunija v okviru zavezništva NATO precej, recimo, dvoumna glede prevzema neposredne vloge pri teh kršitvah strani Rusov. Pravzaprav so poskušali stvar prikriti, torej ravno nasprotno od tega, kar se govori naokoli. Sej veste, kdo pravi, vse je zarota, ne povedo nam, to je vse organizirano, da bi okrivili Ruse. Ste videli? Poskušajo ustvariti ruski teror in tako naprej. V resnici so poskušali stvar zmanjševati, skrivati, dokler jih ni bilo preveč in je stvar morala priti
na dan. Se pravi, problema ni bilo mogoče prezreti, saj so ljudje spontano snemali videoposnetke in dokazovali, da država v tej stvari molči. Zdaj, če pustimo ob strani analize drugih, sem šel pobrskat analize, ki jih izvajajo neposredno Romuni, saj obstajajo tudi romunski think tanki, vojaški analitiki, OSINTER, pravi Romuni, in poglejmo, kaj pravijo Romuni. To so kode drona, ki je pristal v Romuniji. Kot vidite, so kode v cirilici. Opazite, da je tukaj napisano Nivelle Fragmentuli. Vidite, to je romunsko. Novi delček letala. Romunščino se kar dobro razume, če si Italijan. Kode so seveda v cirilici, uspelo jim je najti tudi kode motorja. Ponovno poudarjam, to so neposredne analize Romunov. In zanimivo je, da sta proizvodna koda in datum drona stara 1 mesec. To nam daje zanimiv podatek. Če je dron star 1 mesec, to pomeni, da Rusi praktično uporabijo skoraj vse, kar proizvedejo. Ker to ni dron, ki bi bil star 6 mesecev in bi bil na zalogi, ampak dobesedno nekaj proizvedejo pred 1 mesecem in to že izstreljujejo. To je pomembno, ker nam z analitičnega vidika pove, da je njihova proizvodna zmogljivost praktično v celoti porabljena v 1 mesecu. Nimajo velikih proizvodnih zalog. Skoraj vse, kar proizvedejo, se zelo hitro izstreli. Torej, to je zanimivo. Vsaj nekaj je prišlo ven iz tega, nekaj izjemno uporabnega. Drugo pa je analiza, ki jo je neposredno naredila romunska skupina, ki vam jo bom zdaj pokazal in se mi zdi zanimiva, ker poleg tega so opravili tudi oceno podatkov znotraj samega drona. In prišlo je do tega, kar ni omenjeno v nobenem časopisu, nihče, ki razpravlja na X ali gleda različne televizije. Ursini ni nikogar, ki bi šel neposredno preveriti, kaj pravijo Romuni onkraj izjav države. Jaz raje gledam analize nekdanjih ali sedanjih romunskih vojakov, OSINT skupin in podobno. To je skupina Getika, Gen, ki jim je uspelo priti do teh delcev in narediti analizo, in rezultat je bil naslednji. Na podlagi več virov analiz, ki vključujejo podatke o izstrelišču, programu leta drona in poti vstopa v ukrajinski zračni prostor, podatki prejeti z 24-urnim zamikom mimogrede, ter zvočni podpis pogonskega sistema, ki je bil zabeležen pred udarcem. Na podlagi virov OSINT in videoposnetkov, ki jih je objavilo lokalno prebivalstvo, je mogoče z veliko gotovostjo podati naslednjo oceno. Daljinsko vodeno letalo UAV Gerant 2, ki je bilo po naših podatkih napolnjeno z 50 kilogramov visokoeksplozivnega razstreliva. Zakaj to pravijo? Ker so našli kapsulo, kamor običajno dajo razstrelivo, torej ni bil prazen, saj se včasih uporabljajo tudi različice kot je Gerbera, ki so namenjene izvidništvu. Deloval je po vnaprej določeni letalski poti in je namerno trčil na približno vnaprej določenih koordinatah. Torej je bilo že vnaprej določeno, da gre na te koordinate, ni bil že prej moten. Ali pa je zašel s poti. Območje trka se nahaja zunaj območja motenja ukrajinskih sistemov za motenje, ki motijo GLONASS, GPS ali enakovredne sisteme. To je zelo verjetno omogočilo vsaj delno satelitsko navigacijo med misijo v romunskem zračnem prostoru s poudarkom na terminalnem sledenju tik pred trkom. Torej, manever in podatki niso bili moteni, kar pomeni, da je moral priti tja. Med vdorom v nacionalni zračni prostor je dron izvedel naslednja namerna in programirana dejanja. Aktivno izogibanje radarju. Manevri za zmanjšanje radarske sledi med prehodom skozi romunski zračni prostor. Vedel je, kje so romunske inštalacije, jih je aktivno izogibal, spreminjal višino in izkoriščal teren.
Nadzorovan spust z višine, ki se je začel takoj po prečkanju državne meje. To ni napaka. Če se nenadoma, ko vstopi na romunsko ozemlje, spusti in skuša izkoristiti teren, to ne pomeni, da je bil moten, da se je izgubil ali kaj podobnega. Sledi vnaprej določeni poti. Namen je bil zmanjšati tveganje, da bi jih odkrili na minimum. Izrabljanje naravnih mask terena, torej morfologije terena, za izogibanje odkrivanju. Torej, ko imaš dron, ki sledi terenu, ni bil že moten, ni bil preusmerjen. Če gre narobe, so ga zadeli Ukrajinci. Ker aktivno izkorišča teren in zato sledi določenim točkam poti. Vstop v strmoglavljenje terminal je nadzorovan, torej je sledil terenu, se dvignil in nato šel navzdol v strmoglavljenju. Načrtovan manever za dokončanje misije je bil izveden pred trkom. To jasno kaže zvočni podpis motorja. Očena. Nic manevrov, ki jih je izvedel letalnik, ni združljiv s hipotezo balističnega odnašanja po prestrezanju. Nekaj ga je zadelo. Podprta z uradno različico, po kateri naj bi dron zadeli ukrajinske sile in bi nato nadaljeval let brez nadzora. Dokumentiran profil leta jasno kaže, da je bilo aktivno upravljanje letala ohranjeno skozi celotno trajanje misije. Zaključek. Ruska federacija je izvedla nameren napad na romunsko ozemlje. Ekipa Getica prevzema polno odgovornost za vsebino tega pregleda. S posebnim spoštovanjem do tistih, ki so pripravljeni braniti Romunijo, ekipa Getica. Če greste na njihove strani, boste našli tudi njihove podcaste, objavljajo tudi drugo dokumentacijo, vključno s sledjo gibanja in tako naprej. Torej, kot vidite, je dron izvedel točno določene manevre in zato ni mogel biti moten. Če slediš terenu, je jasno, da nisi bil moten niti zadet, ker popolnoma slediš poti, ki ti je bila določena. Potem razmislimo, zakaj. Po mojem mnenju se vrnimo k tistim starim prenosom v živo, ki sem jih imel o vdorih dronov v baltski in poljski zračni prostor. Da bi povedali, da vse to služi za preizkušanje odločenosti različnih držav, tudi Romunije. V tem primeru v preteklih 2 letih tudi glede na pričevanje lokalnega prebivalstva in pričevanje Zalužnega. Torej imamo več dokazov, tako lokalnih kot zunanjih. Da je romunska vlada večkrat poskušala te stvari prikriti, da ji ne bi bilo treba posredovati. Potem so tu še uradne izjave, tam blizu, ja seveda tam je baza v Konstanci, Alessandro Brunelli. Torej, tokrat se vlada, ker se ni mogla skriti s pomočjo Zalužnega ali Ukrajincev in ker je sprejela zakon, ki jih omogoča angažirati. In droni so ukrepali in ruski konzulat v Konstanci je bil zaprt. Ruski konzulat v Konstanci, kjer različni časopisi in romunski analitiki OSINT pravijo, da je bil ruski konzulat v Konstanci že leta uporabljen kot baza za gostovanje različnih oseb, ki so zagotovo nadzorovali dejavnosti v Konstanci. Nič več in nič manj. Torej je bil v tem smislu neke vrste trojanski konj. Torej, morda sem bil tudi jaz. Popolnoma so spremenili smer v primerjavi s preteklostjo. Tokrat so izkoristili ta incident tudi zato, da so se znebili tega problema, da so imeli politični izgovor, da odstranijo rusko prisotnost. Prišlo je do velike spremembe v odnosu, recimo strani Romunije. Zaprtje konzulata v Konstanci, najtežji udarec je rusko vohunjenje v regiji, intervju z zgodovinarjem Armandom Govitujem. Vse to so romunski viri. Vedno bolj zanimivo je videti, kaj neposredno pravijo njihovi analitiki, njihovi komentatorji, kot pa poslušati naše uradne izjave z ene ali druge strani. Odstranili so ga prav zato, ker je govoril, da je že kar nekaj časa tam potekala zelo čudna dejavnost. Preberite si članek.
Poglejmo, če bo šlo skozi, ker je malo dolgo, če želite, če gre v klepet, ker žal, ko daš tujo povezavo, ti naredi vse mogoče stvari. Za prevod vam ga dam krajše, lahko si ga prevedete, tukaj je. To je tisto, kar pravijo romunski časopisi in analitiki glede popusta. Torej, kako vidite različne komentatorje, ki jih imamo v Italiji? Ne, ni rusko, bla, bla, bla. Ne prinašajo podatkov, ne prinašajo analiz, ne prinašajo dokazov, preprosto podajo svoje ideološko stališče glede incidenta. Ja, tako je, ne, ni tako, ne prinašajo ničesar, kar bi podprlo njihovo tezo. Pokazal sem vam slike z deli, ki sem vam jih pokazal, analize neodvisnih skupin, nevladnih, neodvisnih, bivših vojakov in analitikov, Romunov, vse to smo vam predstavili, zgodovinske primere. Ni prvič, da se to zgodi in razlaga ima veliko smisla. Tudi zato, ker če kdo pogleda, kje je bila ta stavba, se zaveda, če bi dron letel na določeni višini, bi ga zelo hitro zaznali. Namesto tega je prišel dovolj globoko, da je zadel to stavbo. Zakaj je to uspelo? Ker je sledil terenu. Če slediš terenu, očitno še nisi zaznan, nisi poškodovan. In zato vse različne teorije o napaki ali kaj podobnega odpadejo. Torej, je zanimivo, vidiš, potem se mi zdijo smešni tisti ljudje, tudi za plinovod. Krivi so bili Rusi, ne, pravzaprav sem bil jaz prvi, ki sem rekel, da so bili Ukrajinci. Ekipa Porošenka je to objavila v času, ko še ni bilo sumov, leto dni pred preiskavo, ki so jo začeli Nemci. Tako da te neumne komentarje lahko prihraniš za koga drugega, moja skupnost ti lahko to potrdi, ker sem objavil pogovore z enim svojim stikom na Telegramu. Da je bila to ukrajinska ekipa s privolitvijo Poljakov, ki so vseeno vedeli, da prečkajo njihovo ozemlje. Vidiš, za razliko od drugih, jaz od tega nimam nič. Ne delam propagande, ne za Ukrajince, ne za Ruse. In nikoli nisem zagovarjal teze, da so bili Rusi, ker to ni imelo smisla. Poglej si prve prenose v živo, ki sem jih naredil o uničenju Severnega toka. Poskušal sem narediti tabelo pozitivnih in negativnih scenarijev za Ruse. Tisti pozitivni so bili začasno zvišanje cen plina, vsi ostali so bili negativni. Torej, z logičnega vidika ni imelo prav nobenega smisla. Teh tez nisem nikoli zagovarjal, zato se to splača pogledati. To je pravzaprav govor našega, celoten, ki je star 3 leta. Da si ustvarite predstavo, gre za to, da če moraš govoriti o neki stvari, potem morajo biti avtomatično vsi scenariji ali za eno ali za drugo stran. Ko je logika in Occamova britvica, ampak ob enakih dejavnikih, ti pravijo, da je najpreprostejša rešitev tudi najbolj pravilna. Moraš se požvižgati na to. Torej, gospodje moji, vse je strategija, seveda, tako kot je strategija tudi tista ukrajinska, o uporabi dronov v baltskem zračnem prostoru, kar je nato pripeljalo tudi do odstavitve ministra za obrambo. In tako naprej, v smislu, da prehod skozi baltski zračni prostor Ukrajincem zagotovo omogoča, da se soočijo z manj ruskimi zračnimi obrambami. Potem, ko gre za morebitno prikrito sodelovanje baltskih držav, glede na to, da je padla tudi ena vlada, je to povsem druga zgodba. Mimogrede, če se spomnite, ko se je govorilo o napadu znotraj prostora baltskih držav in na Poljskem z droni, pokazal sem vam analizo poljskega analitika, poiščite tisti prenos v živo, tistega s krilatimi husarji na naslovnici, ker je bil zanimiv. Zakaj poljski analitik? Ne, ko se je napad zgodil, ampak 4 mesece prej. Naredil je analizo nekaterih dronov, ki so pristali med Belorusijo in Ukrajino, vendar so imeli v sebi poljske, estonske in litovske SIM kartice. In on je postavil teorijo, dokument sem dal v opis videa, da so bili zelo verjetno to testi, ki bi v prihodnosti vodili do uporabe dronov na Poljskem.
Torej, kot vidite, so bili tudi v tem smislu že prej testi. In imel je prav, ker se je potem 3-4 mesece nazaj zgodilo, točno to se je potem zgodilo. Zanimivo je videti, da včasih zadeneš, če uporabljaš glavo. Pod videom Huzarjev najdete dokument, ki ga je objavil ta analitik. Klinov, ki ni bil Rus, ampak rusko-poljski, ga takrat nihče ni jemal resno, nihče ga ni poslušal, a imel je prav. Po drugi strani pa tisti, ki so bili notri, tisti na Poljskem so bili različica Vabe Gerbere, brez eksploziva. Morda tudi zato, da bi se izognili morebitnim večjim nesrečam. Torej, to je zanimivo. Tukaj nima smisla, da shranjuješ te stvari. Tukaj. Imam osebne stike na kraju, ki nam že 2 leti pošiljajo videoposnetke dronov, ki tam pristanejo. Pred 2 letoma so nam pošiljali videoposnetke. Je dekle, mimogrede, za Tindijo prestrašena do smrti, prijateljica moje žene, ki nam je ponoči zasebno pošiljala te videoposnetke. Tam je hiša čisto zraven in so prihajali. Torej, to zgodbo poznam veliko prej, preden je postala ta zmešnjava, o kateri danes govorijo. In tako naprej. Bili so dobri tudi glede tiste zgodbe z droni, ki so pristali na Poljskem. Poglej ga zlomka, bili so tisti z dvojnim rezervoarjem. Poglej ga zlomka, tisti z litovskimi in poljskimi registracijami. Malo preveč naključij. Ne, ste kdaj še videli druge drone z dvojnim rezervoarjem? Ne, zakaj? Ker za Ukrajino seveda ne potrebuješ dronov z dvojnim rezervoarjem. Zato je zanimivo videti tudi te stvari tukaj. Ni tako, da bi preletavali Rusijo, Belorusijo brez posledic. Gibajo se med enim in drugim delom meje, med Estonijo in Belorusijo, Litvo in Belorusijo in tako dalje. Zadržujejo se zelo ob meji, ker jih sledilci ne morejo prestreči v zračnem prostoru Nata. Torej, Ukrajinci to izkoriščajo, vendar so poskušali izkoristiti tudi Belorusijo, saj so šli tudi na desno stran Belorusije. Včasih, na primer, ko so šli proti severu, proti bazi 76 ruske zračno-desantne divizije, so bili veliko pogosteje prestreženi. Nič več in nič manj. Torej je baltska pot zagotovo tista, ki jim daje največ priložnosti, saj se še vedno gibljejo tik ob meji. Tisti, ki so bližje meji, bodo verjetno bolj izpostavljeni motenju strani Rusov. Malce drugače je, ko nekateri ukrajinski droni pristanejo 100-150 kilometrov znotraj estonskega ali litovskega ozemlja in podobno. Tako da sta prisotna oba ta dejavnika, vsak po svoje. Vedno je treba biti pošten in ne trditi nekaj zgolj zaradi vnaprejšnjega prepričanja. Nekateri primeri so upravičeni, drugi ne, ali pa so veliko bolj dvomljivi, zato je vedno treba upoštevati vsak primer posebej, vsak dron posebej, kakšno pot je izbral. Na primer, številni ruski droni, ki so v preteklih 2 letih pristali v Romuniji, lahko rečemo, da niso bili programirani za napad na Romunijo. Ker so pristajali sredi polj, so bili že poškodovani. Ali pa je šlo za motenje signalov. Zato je zanimivo videti, zakaj je razlika pri tem dronu, ki je nekaj zadev v primerjavi z drugimi. Droni, ki so vseeno pristali v Romuniji, vendar so tja prišli bodisi po pomoti zaradi ukrajinske protiletalske dejavnosti ali zaradi motenja signalov. Ker to je tista sprememba. Ni novost, da droni pristanejo v Romuniji, novost je, da je bil ta dron programiran za ta namen. V primerjavi z zadnjima 2 letoma, ko so pristali naključno. In to je izbira, to je namerna izbira, morda zato, da bi videli reakcijo. Odkar so Romuni spremenili zakon o prestrezanju, se niso zgodile nesreče. Morda so želeli videti, ali bodo Rimljani, potem ko so spremenili zakon, sledili svojemu lastnemu zakonu in ga uresničili, ali pa bodo zavlačevali kot v prejšnjih letih.
Ker je bil morda zakon le pomiritev za ljudstvo, da so lahko rekli, sprejeli smo zakon, zdaj lahko. In potem se ni zgodilo prav nič. Te stvari služijo za preizkušanje stopnje odločnosti nekoga. In to ni naključje. Moramo tudi postaviti stvari v časovni in politični kontekst, saj se ta incident zgodi pod padlo romunsko vlado. V tem trenutku Romunija vlada, ki stvari vodi, rečemo temu zgolj formalno, je zagotovo zelo šibka. Torej, kateri trenutek je boljši za preizkus odločenosti države kot ravno v času prehoda? Ne. Pomemben je tudi politični časovni okvir, ne le vojaški ali tehnični dejavniki dronov. Mimogrede, Ukrajinci se pogovarjajo z Romuni in so praktično sklenili dvostranski dogovor glede zaščite neba. Na kombiniran način, tako da ima vsak več avtonomije, recimo Čara Zelenski. Pravkar sem govoril s predsednikom Romunije, ruski dron je ponoči zadel stanovanjsko stavbo. Romunski predsednik Nikos Ordana je potrdil dogovor o sodelovanju pri proizvodnji dronov. Verjetno bodo izdelovali drone za prestrezanje dronov. Nekaj takega, kar si obe strani, tako Rusi kot Ukrajinci, prizadevata razviti. Ali so kakšne novosti glede Pridnesterja? Prišlo bo do združitve z Moldavijo. Je to Moldavija? To je povsem druga zgodba, ki zahteva celo posebno oddajo. Zagotovo Pridnesterje, saj so zaprli plinovod in nato prejeli ponudbo za dobavo plina iz Romunije in tako dalje. Morda gre tudi za neko obliko mehke moči. So v precej dramatični situaciji, poleg tega pa so izolirani. Situacija ostaja negotova tudi zaradi preprosto pravnega vprašanja. Ena glavnih sestavin za državo, da vstopi v Evropsko unijo, je ta, da ima nadzor nad svojimi mejami. Na mednarodni ravni Moldavija vključuje Pridnesterje. V praksi je ne nadzoruje. Torej, morajo rešiti ta problem, če želijo vstopiti v Evropsko unijo. Večina moldavskih državljanov ima tudi romunski potni list. Tako se mnogi delajo, da so separatisti, vendar potem izkoriščajo moldavski oziroma romunski potni list, da so vseeno tudi evropski državljani. Enkrat je bil prenos v živo, priporočam vam, da si ogledate video, ki ga je naredil Emiliano iz Bold Don't Lie, ki se je veliko ukvarjal s to temo, ker so bili v tistem videu tudi včasih zabavni podatki. Na pamet govorim številke, ampak se spomnim, kakšno je bilo razmerje. Recimo v enem letu je skozi Pridnesterje šlo okoli 50 milijonov cigaret. 50 milijonov zavojčkov cigaret. Nekdo je naredil izračun in izkazalo se je, da bi morali vsi, vključno z otroki, kaditi praktično en zavojček na uro celo leto. Pridnesterje je bilo in je še vedno dobro območje za tovrstno tihotapljenje. Tako da je bilo recimo zelo priročno za te namene. In potem je to zelo dolga zgodba. Govorimo o ruski vojski, ki se je odločila obdržati območje pod nadzorom, ko se je to zgodilo. Sovjetska zveza torej je bila tudi majhna vojna, za katero ve le malo ljudi. Če greste na Google, na Wikipedijo in podobno, poiščite vojno v Pridnesterju, kjer je sodelovala tudi Romunija, mimogrede. Romunija in Moldavija. Proti ruski vojski, oziroma tistemu, kar je od nje ostalo, ki jo je vodil nekakšen vojskovodja ali general. Torej, ja, Pridnesterje je tehnično gledano Donbas Moldavije, nič več in nič manj. Obstaja veliko vzporednic, ne samo z vidika sovjetskega vmešavanja, kolonizacije, ampak tudi z industrijskega vidika. Pridnesterje je bilo najbolj industrializiran del države, preostali del Moldavije pa je bil bolj podeželski. Tam so bile elektrarne, tam so bile tovarne težke industrije, tam je bilo največje skladišče streliva in tako naprej. Torej, kot vidimo, je v tem smislu veliko skupnih stvari.
Torej, spodaj boste našli vire, lahko jih prebrskate, seveda vedno viri, tukaj najdete romunske vire o analizi delov drona. Torej, ponavljam, romunski viri, poskušam jih uporabljati, uporabljam vire iz države, kjer se stvari dogajajo, ker so zagotovo bolj zanimivi. Pridimo k temi, ki je tudi razlog za naslovnico, teorija iger. Torej, teorija iger, možni scenariji, ki jih lahko izvede ena ali druga stran. Nastalo je iz mojega osnutka, dobesedno narejenega v Paintu, ki smo ga nato dali umetni inteligenci, kateri smo ga nato dali v obdelavo. Praktično stotine virov mojih dokumentov, vključno s tistim, ki sem ga napisal o težavah ukrajinske in ruske vojske, o novačenju, o izgubah in tako naprej. In moram reči, da je umetna inteligenca potrdila večino stvari, ki sem jih spontano napisal in so se zgodile, in pride ven nekaj takega. Postavili smo ji praktično vprašanja, scenarije za Rusijo in za Putina na dolgi rok. In scenariji so naslednji. Vprašali smo jo, ali so scenariji, ki sem jih jaz pripravil, natančni, in nam je delno odgovorila. 5 scenarijev je dobro začrtanih, s številčnimi popravki glede množične mobilizacije in trajnosti. Torej praktično tudi, ja, bravo Fabio. In torej praktično smo skušali ugotoviti, ali se potrjuje ali ne, ker na koncu ni veliko možnih položajev. Ni upošteval tudi faktorja Orbana, ker je potem prišlo do spremembe z Magyarjem in tako naprej. Torej, to je naš, za tiste, ki sprašujejo, kateri model je. Zelo prilagojena vojaškim virom in Osintu. Tabela scenarijev pregledana po moji izvedni in vprašanjih. Možen scenarij za Ruse. Delna mobilizacija. Možnost za zmage je nizka. Ekonomska vzdržnost 4 do 5 od 10. Ampak padajoča. On je mislil padajoča, jaz pa sem mislil vedno bolj problematična s časom. Torej, iz 4 od 10 je postalo 5 od 10, 6 od 10, 7 od 10, vse do ekonomske nevzdržnosti. Z aktualnimi podatki upoštevaj izčrpane rezerve za 6 do 12 mesecev. Run windfall je dejavnik, ki vključuje zmedo z Iranom. Notranje politično tveganje za delno mobilizacijo strani Rusije je 6 od 10. Precej visoko, ker če se spomnite, ko so leta 2022 izvedli delno mobilizacijo, je milijon ljudi poskušalo pobegniti. Vendar je obvladljivo, dokler pragovi ostajajo pod družbeno vidnostjo. Kaj pomeni družbena vidnost? Ta tehnika, ki jo uporablja Ruska federacija, da še naprej novači, vendar črpa iz recimo nižjih slojev družbe. Torej, ponujajo denar, da bi ljudje iz Tatarstana in podobno šli v boj. Ali pa kot so v času Wagnerja ponujali zapornikom pomilostitev, če so šli v boj. Torej, dokler ne prizadeneš srednjega razreda, buržoazije in morda tistih, ki živijo v večjih mestih, obstaja veliko analiz, ki smo jih pokazali na kanalu, kjer je bil delež umrlih glede na oblast izvora neprimerljiv za Tatarstan v primerjavi z Moskvo. Torej, Tatarstan je imel, kljub temu, da jih je bilo 20-krat manj, morda celo 40-krat manj, v primerjavi z Moskvo je imel približno 140-krat večje število mrtvih, ker je ta oblast prispevala veliko več v primerjavi s številom prebivalcev. Druga možnost je zamrznjen konflikt. Ekonomska vzdržnost zamrznjenega konflikta je seveda polovica, 5 od 10. Seveda.
ki se sčasoma povečuje, ker zamrznjen konflikt ne pomeni korejske rešitve, kjer je fronta ustavljena in obstaja premirje. Pomeni, da nihče od obeh ne poskuša napredovati, vendar se še vedno nadaljuje na raketni, dronski in drugih ravneh. Tako se sčasoma obe proizvodni zmogljivosti za sisteme dolgega dosega povečujeta in zato neizogibno. Postaja vse bolj nenavadno. Zagotovo Putin to ne deluje. Obstaja tudi problem slepa ulica glede vprašanja zamrznitve fronte. Zakaj je Putin sprejel ta zakon? Ker piše, da so Hersonska oblast, Zaporoška oblast, Doneška oblast in Luganska oblast rusko ozemlje. Ste opazili, da v Putinovi pripovedi tisti, ki pripovedujejo o vojni v Ukrajini z ruske strani, pogosto govorijo o osvoboditvi? Ker so sprejeli zakon, v katerem pravijo, da so ti zdaj ruske oblasti, in tukaj, oprostite za nasmeh, ampak po mojem mnenju iz tega nastane nekaj nekoliko zabavnega. V smislu, da če bi bila vojna zamrznjena, glede na to, da so si Rusi sprejeli zakon, kjer pravijo, da te oblasti zdaj pripadajo Rusiji, tehnično gledano bi bili Rusi tisti, ki bi odstopili ozemlje. Ker območja, ki so še vedno pod nadzorom Ukrajincev, po mnenju Rusov, tisti deli oblasti, ki jih Rusi niso uspeli zavzeti, tehnično gledano, za Ruse. In samo za njih, ker so si sprejeli zakon, ki pravi, da so ta območja njihova, no da bi bila ta območja zasedena strani Ukrajincev. Torej, če zdaj končaš vojno, tehnično gledano predaš rusko ozemlje, ker si sam sebi napisal, da je to rusko ozemlje. Jaz dvignem roke, ker so to očitno neke predstave, ki ustvarjajo res smešne situacije. Ampak tako je. Torej, če bi Putin iz kakršnega koli razloga končal vojno in bi bil celo samo 1 kilometer oblasti Herson, Zaporožje, Donetsk ali Lugansk, bi tehnično gledano predal rusko ozemlje. Presudite sami, mislim, da mnogi med vami o tem niso razmišljali. Ampak je kar zanimivo. Tako tega politično ne bi mogel prodati kot zmago. In potem bi se začele kritike glede zapravljanja in podobno. Medtem pa pripeljimo noter nacionalnega Lanzaroneja, ker bomo seveda govorili tudi o gripenih in mnogih drugih stvareh. Tretji scenarij, množična mobilizacija. Srednja možnost zmage z množično mobilizacijo. Ni tako, da bi množica ljudi, ki smo jo videli, bistveno spremenila stanje na terenu. Čeprav so Rusi v letu 2025 prišli zelo blizu zloma ukrajinskih obrambnih linij, vendar za izjemno visoko ceno. Torej sem jaz stvar podcenjeval. Popolna mobilizacija pa bi lahko trajala 12 do 18 mesecev, nato pa bi postala nevzdržna. Politično vzdržno, jaz sem ocenil tveganje z 10 od 10, umetna inteligenca mi to potrjuje z viri, veliko ljudi bi pobegnilo. To bi bila nasprotovanje iz septembra 2022 pomnoženo do neverjetnega. Sprejemanje poraza, četrti scenarij. Možnost zmage, seveda nična. Ekonomska vzdržnost, nizka, ker bi bila seveda le reintegracija veteranov brez delovnih mest, ogromni stroški obnove, izguba geopolitičnega prestiža. Politično nemogoče za Putina. To bi pomenilo konec njegovega sistema oblasti, tudi zaradi tistega, kar sem vam omenil o oblastih, ki so bile z zakonom dodane kot del Ruske federacije in bi bile tehnično odstopljene v drugi državi. Ne vem, če si to slišal, Leonardo, ker mnogi niso. Mi? Pred nekaj dnevi sem imel eno razmišljanje, ko sem bil skupaj z Ivanom Barbatojem in sva iskala najboljše informacije s pomočjo virov. Na ta vprašanja, ki sem jih postavil, sem uporabil teorijo iger, game theory, na možne scenarije Rusije.
Ker je Rusija sprejela zakon, po katerem te oblasti pripadajo Rusiji, bi v primeru zamrznitve fronte tehnično gledano dejansko predajali rusko ozemlje Ukrajini. Zelo togosti. Sami so se na zakonodajni ravni ukalupili. Lep večer vsem skupaj med tem. Slepa ulica. Slepa ulica, nismo videli teh napak. Okamenjati se nikoli ni dobra ideja o vojni, ker bi morali biti prilagodljivi kot voda, ki najde pot. Hvala. Propaganda se mora lahko gibati in prodajati, premikati se. Mora se lahko gibati in prodajati neprodajljivo, seveda. Hkrati pa mora biti sposobna spreminjanja. Malo tako kot Ukrajinci, ki se vračajo na meje iz leta 1991. Zelo slaba ideja je razglasiti kaj takega. Koncept strateške doumnosti, ki smo ga zapisali v knjigi o Pacifiku, velja tudi za te stvari tukaj. Tudi tukaj si lahko strateško dvoumen glede tega, kar želiš doseči. V trenutku, ko to izjaviš, je merilo tvoje zmage ali doseganja ciljev osnovano na tem, kar si izjavil, seveda. Da, to je res. Postavljanje rdečih črt je nevarno, ker na eni strani jasno pokaže tvojo voljo, a na neki točki moraš biti tudi pripravljen držati svoje obljube. In se spomnim, da je na Wikipediji stran posvečena temu, kolikokrat so bile ruske rdeče črte prestopljene strani Ukrajine in Zahoda, pa se nikoli ni zgodilo to, kar je bilo obljubljeno. Torej gre za verodostojnost države, da, res. Obstaja celo prenos v živo, tanka rdeča črta, kot naslov filma, ker je bila v resnici ogromna tabela stvari, ki so vsakič rekli, ne, če jim damo to, se bo zgodilo ono, pa se nikoli ni zgodilo. To se nikoli ni zgodilo. Izgubiti verodostojnost je slabše, kot če nimaš orožja, še posebej za jedrsko silo. In tukaj misel odide na hladno vojno, na vzajemno zagotovljeno uničenje, na med, kar je delovalo. Ker niso bila pomembna samo orožja, ampak tudi prepričanje, da bo druga stran držala obljube. Če pa tega ne storiš, in Rusija tega ni storila že velikokrat, poleg tega pa je še zakonodajno vezana z oblastmi, se stvar še bolj zaplete. Ampak dovolim si kritizirati tudi Ukrajino pri tem, ker je Zelenski želel z zakonom prepovedati pogajanja s Putinom. Sveti Bog, vse razumem, ampak pustiti odprta vrata je razlog. Zakaj so se medsebojno blokirali in postali politično nevzdržni? Po eni strani je res, da si potem lahko to predstaviš, kakor želiš, preložiš na ljudsko glasovanje in tako naprej, tudi na to bom odgovoril. Ali v Rusiji obstaja tveganje implozije ali državljanske vojne zaradi te vojne? Putin je vedno bolj na trhlih tleh. Svetujem vam, da si ogledate Russian Media Monitor, da vidite, kako so ruski propagandisti na televizijah dobesedno znoreli. Videl sem zadnje oddaje, da dobite predstavo, govorili so o napadu na Poljsko, Romunijo, skratka govorijo popolne neumnosti. Spravili so se tudi na Armenijo. Zelo zanimivo je, kako se je zgodba spremenila in kako je Putinu v zadnjem času celo ušlo, da je vojna nastala zato, ker je Ukrajina želela vstopiti v Evropo. To mu je ušlo, ne. Vsa zgodba o NATO, obkoljevanju, grožnji, vse to je izginilo. Pred nekaj dnevi, prav na Media Monitorju, v eni video kompilaciji z različnimi gosti, so govorili, da se Armenija približuje Evropi, da hočejo končati kot Kijev in tako naprej. Govoril je z neverjetnimi stavki, kot na primer: lepo je, da ko sem jaz to govoril, so mi rekli, da sem atlantistični propagandist. To povedo na televiziji ob 8. zvečer na ruski televiziji. Nekdanje sovjetske države obstajajo samo zato, ker Rusija odloča, da obstajajo. To mislim dobesedno. Prilepil vam bom povezavo in si jo oglejte, ker je to res neverjetno. Nekako ljudje, jaz sem vas ustvaril. Zapomnite si, da sem vas jaz ustvaril. Ne, ampak to resnično mislijo v smislu, da obstajaš, dokler je to nam prav. Mama mia. Ampak mama res povsem mirni, res brez kakršnihkoli težav, to povedo odkrito in tako naprej. Poglej, pokazal vam bom, ker potem kdo reče, da si te stvari izmišljuješ. Ruski mediji, Monika, to je zadnji video Solovjeva. Obstajaš, dokler se Rusija strinja s tvojim obstojem.
To je razprava med Solovjevom in vsemi različnimi, običajno ima vojaške strokovnjake, politologe in tako naprej. Poglejte si ga, poiščite si ta video tukaj, ker je zelo zanimiv. Priporočam vam tudi, da si ogledate video, kjer je Aleksandar Dugin, ker takega norca še nisem videl. Obstaja video z Aleksandrom, ne šalim se, tudi ruska novinarka. Ne bom dodal, ker traja 14 minut, ne bomo zdaj gledali 14 minut bloden. Ampak obstaja video, kjer Aleksandar Dugin označi Severno Korejo za svetilnik svobode in demokracije. Celo ruska novinarka je rekla, oprosti, jaz sem bila tam. Imel sem stražare, ki so me spremljali povsod in sploh nisem smel komunicirati s prebivalci, kaj ne? Potem se Dugin malo pobere in ti reče ne, ampak ker so oni prelili svojo kri skupaj z nami, je zanimivo. Ker še pred kakšnimi 6 meseci so bili v Italiji ljudje, ki so govorili, da jih ni bilo. Severnokorejskih vojakov. Na srečo jih ni bilo. In dobesedno pravi, da ker so skupaj z našimi prelili kri, potem ne morejo biti tako slabi. Razumem. Morda res niso tako slabi. Ampak zagotovo, mislim, z logičnega vidika ti praviš, da je to filozof, mislec. Se pravi, v enem trenutku si sam sebi nasprotuje. In potem izpostavi nekaj, ob čemer sem si mislil, ali je to video za norčevanje, ali je resničen. Na neki točki poda razmišljanje, ob katerem se mu celo ruska novinarka skoraj smeji v obraz, kjer pravi, da je razpad Sovjetske zveze deloma posledica tudi Lutke Čeburaška. Ne šalim se. Lutka Čeburaška. In jaz rečem, kaj za vraga je ta Lutka Čeburaška? Pokažejo in nam jo pokaže. Gledam ta Lutka, je kot neka vrsta lutke z velikimi ušesi, kjer on resnično pravi, da se Lutka Čeburaška v resnici nalaša na demona Lune. In da je sovjetskemu ljudstvu dala sanjati o individualizmu. Pravo? In to jih je praktično pripeljalo do pomoči pri razpadu Sovjetske zveze. Vidiš, zelo si vznemirjen. Zaradi te lutke. Pravzaprav imajo nekateri ruski vojaki te lutke tudi v svojih nahrbtnikih, ko gredo v boj. In on pravi, da je ta Čeburaška odcepila misli. Hvala. Основание древних пентаклей, воспроизводящих символические черты демона Луны. Чебурашка – это концентрирано израз тистega слабоумия, s katerim se borim vse življenje. Konec ugoda. Mislim, slišite tudi ton novinarke. Torej, ti si napisal to in on ti potem vrže ven to super forico, ker pravi, da je Lutka praktično spodbudila sanje o individualizmu itd. Proti kolektivnosti. Ne bom gledal 14 minut tega. Poglejte ta video in preberite komentarje. Ja, subverzivna kapitalistična lutka. Tudi lol, ne, te stvari. LOL, questa qua. Prisežem ti, da si ne moreš niti v distopičnem filmu predstavljati, kaj sem videl te dni na ruski televiziji. In govoriš stvari. Ko je ona ugovarjala, da v Koreji ravno nimajo svobode, saj se je gibala oborožena, z oboroženim nadzorom in ni smela govoriti z ljudmi, je on rekel, ja, ampak kolektivnost, ki jo imam jaz v mislih, ni tista individualna. Torej, svoboda. Ni tista individualna, ampak kolektivna svoboda. In potem pravi, da je edini način za dosego miru vojna. Praktično je citiral Orwella, Orwellove maksime iz romana 1984. Ne šalim se, to poveš kar v samem videu. Mislim, da še nikoli nisem videl tako norega videa. Ampak jaz vas pustim pri miru, ker on vedno tam kriči. Ampak ponavadi je imel Dugin izkrivljeno mišljenje. Prebral sem jo 4. politično prerokbo in tako naprej, izkrivljeno, čudno in tako naprej. Ampak vsaj imel je videz strategije, neko doslednost v svojem razmišljanju.
Tega tukaj, mislim, niti čarovnik v Donasimentu ne bi spravil ven. Pojdite si to ogledati, ker je res zabavno, ampak te tudi spravi k razmišljanju. Ker če na ruski televiziji bombardirajo ljudi z izjavami, da moramo jedrsko napasti Armenijo, Poljsko, Romunijo, je tukaj nekdo, ki govori take stvari. In bombardirajo te noč in dan. Predstavljajte si, da prižgete televizijo, tam ni formilija, ki bi vam kazal bunkerje Azostar, vzete iz videoiger. Ali, kaj pa vem, Porta Riporto, take stvari. Ampak imaš ljudi, ki te nenehno bombardirajo s temi teorijami in te niso nastale šele zdaj. Že 20 let počnejo te stvari. Prvi videoposnetki, kjer so fantazirali o napadu, o tem, kako bi vdrli v baltske države, so iz leta 2012, mislim, da dobiš predstavo. Še pred vprašanjem Majdana, Krima in tako naprej. Že 20 let bombardirajo televizijo s takšnim načinom razmišljanja. Vrnimo se k analizi teorije iger. Poraz mesta citacione torej sploh ni mogoče upoštevati. 5. Namerno stopnjevanje z NATO-om, možnost zmage srednje nizka. In razložil bom, zakaj srednje nizka. To je bil scenarij, ki mi je prišel na misel in zaradi katerega sem dobil idejo, da uporabim teorijo iger. Jaz napišem tabelo, nato pa jo dam umetni inteligenci v obdelavo. Hvala Ivanu Barbatu z množico mojih virov v ozadju, da podkrepim tudi preteklo zgodovino. Ker sem pomislil na eno obupano strategijo, ki bi dolgoročno imela smisel. In tukaj, dobro me poslušajte, na to, kar počnejo Rusi s temi majhnimi sondami, z droni na Poljskem in tako naprej, bravo Inter, stopnjujte, da bi deeskalirali, ampak to je izjemno nevarno stopnjevanje za deeskalacijo. V kakšnem smislu? Recimo, da res začnejo z napadom v baltskih državah. Znašel bi se s fronto, z NATO-om, z Američani, ki že malo umikajo opremo, malo grozijo, ne dajo več orožja, ampak ga samo prodajajo, potem pa ga mi damo Ukrajincem, kot da bi jih moj oče na vzhodnem sejmu kupil. Če pride do pravega napada, kjer mora biti skupni odgovor, pa tega skupnega odgovora ni, samo nekatere države sodelujejo, druge pa se ob misli na pravi neposredni konflikt z Rusijo umaknejo. In tako Rusija tehnično preveri, ali gre za blef. No, tam bi se vse sesulo, ker ne bi bilo več ljudi, ki bi bili pripravljeni podpirati Ukrajino, jih ne bi bilo. O tem smo se tudi pogovarjali z Arestovičem. Ker če Rusi vstopijo v baltske države, recimo, jih boš moral potem od tam spraviti s pehoto. Ne moreš jih pregnati samo z izstrelki ali droni. Da želiš osvoboditi, tja moraš poslati ljudi, ki gredo v jarke. V takšnem scenariju sta samo dve možnosti, ni jih veliko. Prva možnost je, da se fronta zlomi, ob resnični možnosti neposredne vojne z Rusijo. Veliko držav se umakne, kar lahko povzroči verižno reakcijo ali razcep. Oblikuje se koalicija držav, ki so vseeno odločene nadaljevati vojno. Morda celo brez Francije, brez Španije in tako dalje, zagotovo pa Poljska, Finska, Danska, baltske države in tako dalje in tako dalje. Če Putin zmaga v tej zadevi, bi bile seveda tudi države tako zaposlene s svojimi zadevami na Baltiku, da ne bi mogli podpirati Ukrajine. Torej, v tem scenariju bi Putin tvegal ogromno. Če zmaga, je junak, če pa se zmoti in pa pride do skupnega takojšnjega odziva, ki ima tudi recimo povezovalen učinek, kaj ne, vsi skupaj. Potem ne boš več bojeval proti Ukrajini z nekaj zarjavelo kramo, ki jim jo pošiljamo mi z opremo iz 80-ih, 70-ih let. Ampak se dejansko znajdeš v boju proti celotnemu zahodnemu svetu in to ne posredno, ampak neposredno. To je scenarij all in. Če ti uspe, razbiješ koalicijo, če ti ne uspe, imaš celo koalicijo proti sebi. V zadnjem času z vrnitvijo Madžarske v NATO in Evropsko unijo, recimo, da je tudi več usklajevanja, zato prihajajo na dan določene
težave. Treba je povedati, da je v tej analizi treba upoštevati tudi politični časovni okvir. Le Pen v Franciji, Nigel Farage v Angliji, Alternative für Deutschland v Nemčiji, ki bi lahko v enem ali 2 letih vseeno nekoliko premešali karte. In imel bi Evropo, ki je že zdaj šibka, še manj usklajeno. In zato je to pravi čas za kaj takega. Tvegano ne zdaj, ampak takrat, ko bi ti prišli na oblast in bi bili bolj nagnjeni k temu, da se umaknejo. Zakaj se mi to zdi nevarno, Leonardo? Ker je na koncu ta, ki je največja stava, tista z največjo verjetnostjo za zmago. Delna mobilizacija ni dovolj, ima še 1 leto konflikta in tako naprej. Zamrznjen konflikt ne deluje. Množična mobilizacija je nevzdržna. Sprejetje poraza je nevzdržno. To je stava. Torej, ko ste me prej spraševali, kakšen smisel ima ta dron, ki gre v Romunijo in zadene stavbo, po mojem mnenju služi za preizkušanje, tako kot se je zgodilo prej, kakšna je reakcija na ravni koalicije držav. Postopoma. Lahko dodam še en element tvoji analizi, ki se mi zdi popolnoma pravilna. To je nekoliko podobno razpravi o oknu priložnosti v Pacifiku. Se pravi, Putin bi lahko razmišljal takole. Preden Evropa resno začne razmišljati o jedrskem orožju, preden uvede sisteme za globoke napade in raketno obrambo, preden vse to pride, vstopim jaz. Igram na prehitevanje, preden se Evropska unija zave. Opazil boš, veliko razprav, ki potekajo tako na ravni ruske televizije, kot tudi med vojaškimi blogerji, je: če moramo narediti kaj, da prekinemo podporo Ukrajini, moramo to narediti zdaj, ker se ti ponovno oborožujejo. Potem so seveda tudi tisti, ki to predstavljajo drugače. Torej pomislite, ponovno se oborožujejo, zato bi lahko spodbudili Ruse, da nas napadejo. Na nek način je to res, ampak ne tako, kot to prikazujejo na televiziji, ker to ni nekaj, kar bi vedno povedali na TV. Na televiziji se zdi, kot da države, določeni ljudje, uporabljajo izraze kot: baltske države oborožene do zob, skupaj imajo 30.000 vojakov, 3 tanke, kakih 100 oklepnih vozil in praktično nič letal. In to prodaja na tak način. Ponovno se oborožujejo, zato bi lahko Rusija zaradi tega postala nezadovoljna. Ne oborožujejo se ponovno, zato ker je Rusija napadla drugo državo. To je varnostna dilema, predstavljena selektivno, kot cherry picking. Da, če povemo ideološko, je to cherry picking brez upoštevanja časovnih okvirov. Ampak res je, da je z vidika čisto vojaške strategije to način razmišljanja, ki je bil uporabljen že velikokrat. Naj dam primer. Invazija Poljske strani avstrijskega pleskarja se zgodi predvsem zato, ker je to želel narediti že celo življenje, vključno z invazijo na Rusijo. Ampak tudi zato, ker so mislili, da bosta Francija in Anglija, ki sta se ponovno oboroževali, čez 1 leto postali nedotakljivi. Tako da včasih paradoksalno sprožiš učinek, imam to časovno okno, če moram to narediti zdaj, sicer se znajdem v vojni na 2 frontah. Ja, vendar mora biti tudi jasno, da prvi met kocke v tej zgodbi se mi ne zdi, da ga je dala Evropa. Torej, Evropa se mi zdi, da reagira na situacijo, na vrnitev ruske asertivnosti, to povem zelo omiljeno, kot iz knjige. Gre za reakcijo, evropsko reakcijo, ki jo je sprožila Rusija in Trump. Zakaj imamo mi... Je tudi sramežljiva, ker če pogledamo, kaj se je zgodilo na Krimu, smo uvedli sankcije za 1 ali 2 leti. Vojaški izdatki rastejo, ki so bili vseeno, če pogledamo trend, so bili v upadu od 90-ih let, rahlo se dvignejo s Krimom in po 2 letih se ponovno stabilizirajo in začnejo spet padati. Prav na Poljskem so sramežljivo začeli počasi dvigovati. Vse je bilo reakcija. Ne pa, da se oborožujem, ker želim napast. Kaj pa sploh hočejo? Nikoli nisem slišal. Ampak zakaj? Za ruske televizije, za ruske avtomobile, za ruske računalnike. Za hrano. Ne, zato pa ja. Pomirite se, ta je iz Romanje in je vroče krven.
pusti primer, ker tista Pride sama, niti treba iti tja, kot je rekel Lundini. Oni pridejo sami, pozdravljajo. Vsi. Smejali smo se, ampak situacija ni prav nič smešna. 6. scenarij, ker ga je seveda treba priznati, Ukrajina zaradi izčrpanosti propade do konca leta. Zelo malo verjetno, a ne, nemogoče. Napačno. Pred kratkim je pravkar izšel The Kyiv Independent je naredil intervju o njihovi mobilizaciji, kjer obravnavajo tudi temo upada prostovoljcev, ljudi, ki jih pobirajo po ulicah in tako naprej. Seveda bi bilo to za Rusijo vzdržno, zelo vzdržno, tudi na politični ravni. Zato sem dal narediti še nekaj drugega. Medtem vam puščam to, če želite videti še druge dejavnike. Iran, nepričakovani dobički. Poleg padca Orbana so še drugi dejavniki, ki smo jih vključili v razpravo. Zanimivo je, po mojem mnenju je tudi nevarno, da je scenarij, ki daje Rusiji največ možnosti za zmago, pravzaprav tudi najbolj tvegan. Tisti scenarij tveganja, da vidimo, ali lahko prekinemo to podporo. In to je zanimivo, ker se ta razprava pojavlja skoraj naravno znotraj razprav ruskih vojaških blogerjev. Ta razprava se je pojavila pred 1 tednom, 2 tednoma, torej udariti po proizvodnih centrih v Evropi, ki podpirajo Ukrajino, ki so trenutno nedotakljivi in verjetno bo Ukrajina vedno bolj povečevala svojo proizvodnjo. Obstajajo tudi notranji mehanizmi razpada, preverjeni eden za drugim, obstaja notranji razpad, pomanjkanje zunanje podpore, razpad zaradi izčrpavanja. Seveda upoštevajoč tudi tiste prenose v živo, ki sem jih imel o notranjih delitvah, nacionalistih, za in proti. Zelenski, slavni govor SBU proti GUR, Azov proti redni vojski. Azov in armadni korpusi nikakor nočejo nobenega dogovora z Rusi. Torej so bili upoštevani tudi vsi ti dejavniki. Potem vam bom morda dal datoteko, če jo želite prenesti, ker je veliko daljša. In vmes smo vključili tudi temo ruske mobilizacije na potek dogodkov in tam smo uporabili tako moje vire, kot vse Fontanove vire. Pred 2 mesecema, če se ne motim, smo imeli prenos v živo o poteku izgub, novačenja obeh strani, pri čemer smo izkoristili vire, ki so jih sami navedli, saj pogosto nehote razkrijejo, koliko so jih letos novačili in podobno. In tako, s plusi in minusi teh izjav, človek lahko bolj ali manj razume. Kako poteka stanje? Zagotovo je najbolj zanimiv podatek, kar je razvidno tudi iz tega, kar se dogaja na terenu. Skoraj nič, iskreno. Vrnili smo se na raven iz leta 2022, kar zadeva napredovanje, je to scenarij sledenje novačenju. Rus, poleg običajnih podatkov, koliko jih je bilo vzetih s pogodbami, koliko prostovoljcev, izjave Medvedjeva, različne izjave Peškova, uradne izjave tudi ruskega ministrstva za obrambo, strošek, koliko so izjavili, da jih bodo dali. Da vam dam predstavo, če greste niže po dokumentu, najdete to, da je bil avgusta 2024 njihov uradno izjavljen tempo novačenja, torej uporabljamo njihove uradne številke, približno 750 na dan. Proti koncu leta 2024 1720 na dan dejansko so izjavili 158.000 pogodb. Od tega 400.000 zveznih in regionalnih. Januarja 2025, kot vidite, so številke ostale zelo podobne, 1700 na dan. Marca in aprila 2025 so padli na 1200, 1300. Če vzameš te številke in jih združiš z tabelo komercialne ponudbe, boš opazil, da se vsakič, ko pride do padca, poveča komercialna ponudba za trajnost. Poleti 2025 so padli na 1000 prav. Že maja, junija je prišlo do padca. Poleti 2025 se je padec nadaljeval. In danes jih je 800 na dan, torej padec za 20%. Za 20%. Glavni signali so dvojni. Prvič, stopnja upada vsaj za 20 v prvem 4 mesecu 2026. Drugič,
Povprečni bonus eksplodira iz 195.000 rubljev poleti 2024 na 1,47, 1,55 milijona. Povprečne ponudbe iz marca 2026, torej pomnoženo 7 do 8 krat. Zakaj je to zanimivo? Ker sem se vedno spraševal, ali je to vzdržno. Ruska država plačuje vedno več, da bi rekrutirala vedno manj ljudi. To je operativna definicija nasičenosti trga vojaške delovne sile. Prosili smo te, da narediš projekcije. Če želijo povečati število ljudi, bi lahko ob tempu 30-35 tisoč na mesec iz maja in junija 2025 to dosegli le tako, da bi porabili 10-krat več, kot so porabili marca in aprila 2025. Težava je v tem, da se je v tem času tudi gospodarstvo upočasnilo. Ta model, kot nam pravi umetna inteligenca, je politično nevzdržen. In z ekonomskega vidika bi to lahko počeli 1 ali 2 leti, največ 18 mesecev, potem pa bi prišlo do kolapsa, ker ne moreš ljudem plačevati 10-krat. Pravzaprav je zadnja stvar, ki so jo naredili pametna. Ji so ponudili denarja. Tako je. Ponudili so odpis dolgov. V zadnji ponudbi Putina je, da ti odpišajo do, koliko je bilo, $140,000. Ampak se ne spomnim, koliko, 10 milijonov rubljev. 26. maja 2026 je Putin podpisal zakon, ki izbriše do 10 milijonov rubljev. Približno $140,000 dolgov za nove rekrute. Torej uporabiš obratno strategijo, izbrišejo ti dolg, namesto da bi ti dali denar, ker ga več ni. Neizterljivih dolgov tako ali tako ne bi nikoli dobili nazaj. Ampak bi jih vseeno dobil nazaj. Tako je. Nekakšen odpis dolgov. Odpis dolgov. Odpis davčnih dolgov, ja, v ruski različici. Pametna stvar. Ne dam ti ničesar in pojdi crknit. Ampak ti tudi ničesar ne vzamem. Ni ničesar. Če imaš 140 milijonov tisoč dolarjev dolga, moj prijatelj, mislim, da je v Rusiji z veliko denarja, to kot imeti v Italiji, mislim, milijon evrov dolga. Madonna. Ne vem, vsekakor je zanimiva ta nova strategija. Ampak te stvari, zvišanje in sprememba strategije, ti izbrišajo dolg ali ti ne plačajo, vse to je simptomatično. Kažejo na izjemne težave pri nadaljevanju novačenja na ravni let 2024 in 2025. Poglejmo, zakaj sta tukaj Leonardo in Lanzarone. V zadnjem času so Američani, jaz sem naredil serijo prenosov v živo kot Čakati medveda. Za tiste, ki je niso videli, Čakati medveda je prenos v živo, kjer z OSINT viri in uporabo različnih člankov podprtih z drugimi študijami drugih think tankov, kot je Tocin in podobno, dokazujem določene stvari. Kako Ukrajinci v zadnjih 8 mesecih sistematično in namerno uničujejo antene, sisteme za zgodnje opozarjanje, radarje, sisteme BUK, S-300, S-400 pancir in tako naprej. Večinoma na območju med koridorji Zaporižja in Zaporižja. Naključno, že nekaj mesecev so Ukrajinci tudi z uporabo balonov začeli spreminjati cesto Mariupol-Melitopol v avtocesto smrti, ki nekoliko spominja na avtocesto smrti v Iraku. Zakaj? Ker so močno zmanjšali ruske zmogljivosti na tem določenem območju. Zato je treba te stvari vedno povezovati skupaj. Zato mi oprostite, če sem nekoliko zgovoren. V povezavi s tem je napad na Moskvo. Napad na Moskvo, na cilje, ki jih Rusi morajo nujno braniti. Prisiljeni so jih braniti zaradi vprašanj časti in ponosa. In že zasedajo veliko protiletalskih virov, ki so na voljo Rusom. Toliko, da so Rusi, kot sem vam že pokazal v članku, celo želeli odkupiti nazaj sisteme S-400, ki so jih dali Turčiji. Morajo se odločiti, tudi oni imajo omejena sredstva, Rusija je ogromna. Torej, ali braniš Moskvo, kar moraš nujno storiti, če niste videli, kakšen kaos nastane, ali pa braniš koridor. Malo. Trenutno so to te rdeče pike, to so vse geolokacije uničenih ruskih tovornjakov in oklepnih vozil.
In tega ne pravijo samo Ukrajinci. To so zemljevidi, ki jih objavljajo ruski think tanki. To je na primer Ribar, ki beleži vse ukrajinske napade vzdolž teh cest, kjer zdaj z droni uspejo priti do 80-100 km in praktično izvajajo blokado. Prav? Prav? Vse te stvari je treba povezati skupaj. Imamo Ukrajince, ki kupujejo JJDM z jadralnim kompletom. Imamo Ukrajince, ki izdelujejo svoj jadralni komplet za svoje bombe FAB, sovjetskega izvora. Imamo Ukrajino, ki pridobiva Gripen. Gripen je že prevzel Mirage 2000 in uporablja F-16. Mimogrede, današnja novica, ki ni potrjena, je, da je F-16 odvrgel bombe in bil napaden strani ruskih sujev. Ni se zgodilo nič, ampak to kaže, da Ukrajinci začenjajo uporabljati jadralno bombo z F-16. Če povežemo vse te stvari skupaj z uničenjem sistemov in tako naprej, zavedamo se, da bodo Ukrajinci verjetno v naslednjih 6 mesecih začeli početi točno to, kar počnejo Rusi, torej odmetavati bombe na razdalji od 80 do 100 km na območja, ki so bila že degradirana z vidika zračne obrambe, da bi začeli razstavljati. In zanimivo je, da se ta dejavnost zelo osredotoča kot nalašč na koridor Zaporožje, ki ga je precej enostavno zapreti, ker je tam samo ena cesta, ki vodi na eno in na drugo stran. Torej, če želiš motiti rusko logistiko na tem območju, se osredotočiš samo na te stvari tukaj in ustvariš veliko težavo. Drugi je tehnični dejavnik, ki nam ga bo razložil Leonardo. Zakaj Gripen? Ker če jim dajo določeno raketo na Gripenih, postanejo stvari zanimive. Izvoli, Leo. Ja, jaz sem se na hitro prikradel v ta prenos v živo. Moram reči, da mi je bilo zelo všeč poslušati Mirka, ko je pripovedoval vse te scenarije, ki mi jih je poslal. Jih nisem dobro razumel, kaj so. Torej, je razprava o Gripenu zanimiva, ker vse tiste operacije, ki jih je zdaj naštel Mirko, torej ciljenje radarjev, protiradarskih sistemov na tem območju Krima in delu bližje morju, ki ga vidite. Zdaj je to namenjeno prav pripravi bojišča in oslabitvi zračne obrambe. Tisto, kar so nekoč lahko naredili s HIMARS-i, ki so sicer lahko dosegli to območje, a jim kasneje ni več uspelo, zdaj lahko naredijo z jadranimi bombami, ki je bolj vzdržno. Bi rekel, stane veliko manj, so manj občutljive na elektronske protiukrepe, vendar pa se pojavi en problem. Zdaj, problem, ki se pojavi, je tisti, o katerem smo govorili že od začetka. Ko so prišli F-17, torej ti z F-17, ko so prišli pred nekaj leti, ne moreš misliti, da bo šel nadlegovati Su-35 ali MiG-31, ker ima rusko letalstvo z R-77 in R-IL daljši doseg. In obstajajo dokazi o potrjenih sestrelitvah Ukrajine tukaj na 180 km, da si lahko predstavljate. Pilot je povedal, da MiG-29, če ga morate izstreliti, sploh ni imel zgodnega opozorila. Ampak ne, ker je tukaj vedno obstajala ta tehnološka neenakost, ki je objektivna, saj so ruski lovci tehnološko superiorni, tako glede raket kot radarjev v primerjavi z ukrajinskimi starejšimi modeli. Tako so ukrajinski Su-27 in MiG-29 v precej starejšem stanju v primerjavi z ruskimi. In s tistim slavnim track-wise scanom, ki ga nimajo. To je tisto, kar omogoča zaklepanje cilja. Z enakim gibanjem ruskega radarja lahko se strelijo ukrajinska letala na veliki razdalji, ne da bi ta sploh prejela opozorilo. Razen, ko se radarno vodeni strelek aktivira tik ob cilju. Zato smo vedno govorili, da bi imeli F-16 vsaj v začetni fazi zgolj obrambno vlogo. DCA, obrambno-zračno bojevanje, torej obramba ukrajinskega zračnega prostora pred ruskimi droni in izstrelki, ker jim je primanjkovalo rakete, ki bi lahko dosegla te razdalje. Zdaj pa se zdi, da bo Švedska Ukrajini dala 2 vrsti Gripenov. Najprej starejši Gripen C, nato pa v bližnji prihodnosti še Gripen E. Zdaj naj bi jih bilo 16,
kasneje pa še 20 Gripen E. Čeprav se je govorilo tudi o 100 do 150 letalih. Vendar se je o tem govorilo, ker je to približna velikost, celo minimalna, celo skromna velikost ukrajinskih zračnih sil. Torej, če bodo ti Gripeni oboroženi z raketo Meteor ali Meteor, kot pravimo po italijansko, ki jo proizvaja MBDA, govorimo o znatnem podaljšanju dosega, saj je Meteor znan po dveh pomembnih lastnostih. Najprej ima največji doseg vsaj 200 km in predvsem ima območje, iz katerega ni pobega, najboljše na svetu, celo boljše od ameriške rakete Marama. Kaj je območje, iz katerega ni pobega? To je območje okoli rakete, kjer je sestrelitev zagotovljena, saj ima ta izstrelek pogonski sistem z ramjet motorjem. Torej je poganjan skozi celoten svoj let. Ne samo z raketo, ki ga loči od letala, ali z boosterjem, ki mu omogoči prvi del leta. In ne samo z drugo raketo. Imenujejo se rakete z dvojnim impulzom, ker imajo dva raketna motorja. Enega za izstrelitev z letala in enega, ki se vključi v končni fazi prestrezanja, da raketi zagotovi energijo. To je dobra rešitev. Imeti pogonski sistem, ki raketo poganja skozi celoten let, ji omogoča, da sledi letalu pri različnih manevrih. Boljše kot katerokoli drugo letalo, kot katerakoli druga raketa. Trenutno se Meteorja zelo bojijo, uporabljamo ga mi, uporablja ga Južna Koreja in... Mimogrede, veš, kaj je najpomembnejši dejavnik? Ni toliko, ker ena stvar ni Wunderwaffe, zato pustite te bombastične naslove, pride jih 16. 16 Gripenov spremeni vojno, ne, same neumnosti. V bistvu je to, da če lahko Ukrajinci z nekaj 10 letali motijo ali preprečijo odmetavanje drsnih bomb ruskih letal, je to že nekaj. Ker jaz ti izstrelim Meteor z razdalje 150 km, ti streliš, ampak veš, da sem vseeno tam in te lahko motim. Tako je, spremeniš ritem stvari. Poleg tega to narediš z zelo nizkim tveganjem. Odvržeš in greš. Z razdalj, pri katerih verjetno niti S-300, niti S-400 ne bodo mogli posredovati. Ker streljaš na rusko letalo, ki odmetava jadralno bombo, se spustiš klom, tisti izgubi zaklep in greš. Če si na 150 km. V času, ko tudi S-400 izstreli rakete in ti že bežiš v drugo smer, če že bežiš v drugo smer, bi teoretično moral uspeti pobegniti. To je dejavnik, ki do danes ni obstajal. Rusi so vedno streljali popolnoma nemoteno. Nasprotno pa bi lahko Ukrajinci na določenih območjih, ki so jih ustrezno degradirali, delovali lokalizirano. Z vidika odziva in ruskega opozorila bi bilo treba narediti točno to, kar počnejo Rusi, torej odmetavati jadralne bombe. Da, in povedal si nekaj pomembnega. Da bi preprečili letalsko operacijo za enega ali dva letala, jih ni nujno sestreliti. Dovolj je, da izvedeš motečo akcijo. Torej, Su-34, ki je bombnik prve linije, je taktični jurišni lovec prve linije Rusije. Ja. Na neki točki je zaznan, zaklenjen z raketo na repu, mora prekiniti misijo, verjetno mora tudi poročati o tem. Ta in ta. Če so tam še Saabovi AWACS-i, torej ukrajinsko letalo, izstreli raketo in odleti, AWACS pa še naprej osvetljuje rusko tarčo. In ta se mora potem soočiti z raketo, ki ga ne bo izpustila. To je nekoliko podoben scenarij kot med Indijo in Pakistanom. Pakistan je deloval na ta način. Bi lahko to delovalo na ta način. Torej, v resnici bi ti Gripeni lahko služili kot ofenzivna protiletalska spremstva. Medtem ko Mirage in F-16 odmetavata jadralne bombe, lahko tudi pomislimo, Mirage 2000 ne more narediti prav veliko. Torej, vendar je majhno in hitro letalo, ki dejansko odmetava Hammer bombe, ki imajo vseeno sistem za vodenje in tudi lasten pogonski sistem. Ker vsi govorimo o drsečih bombah, v redu, tistih brez pogona, v redu, recimo, če jih odvržeš z velike višine pri visoki hitrosti, pokrijejo 80 do 100 km. To so potem isti podatki, kot smo jih videli pri bombah FAB z ruskim kompletom UMK,
ki je komplet za drseče bombe. Razdalje so take, ampak če dodaš malo pogona, a ne bi dosegel 150 km. Torej si podaljšal doseg. Zagotovil si zračno kritje vsaj toliko, da si držal ruske lovce stran in si prej onesposobil radarje ter protiletalske sisteme S-300 in S-400. Torej je mogoče, da na omejenih delih fronte za določene naloge kakšnih 20, 30, 40 letal lahko pridobi lokalno premoč v zraku in izvede določene ofenzivne misije. To je JDAM, ta ni na lastni pogon, to je ameriška, ki je zelo izpopolnjena tudi z aerodinamičnega vidika. Potem so tli še francoske, Hammer in tiste, ki jih proizvajajo v Ukrajini. Zdaj, zakaj je Ukrajina začela proizvajati lastne jadralne bombe in zakaj to ni zunaj ukrajinskih industrijskih zmožnosti? Ker tisti, ki znajo, Droni potrebujemo, kaj pa je treba narediti? 2 krilci na staro FAB. Ja, če so to uspeli Rusi s kompletom UMK, ki izgleda, kot da je narejen v delavnici, z vsem spoštovanjem, ni ravno tehnološko izpopolnjen in tudi oblikovno ni ravno dovršen ta ruski komplet UMK. Ukrajinci z vso zahodno podporo, ki jo imajo, ali so lahko naredili več, to bo še treba videti. Zanimivo je vedno povezovati novice, ker Ukrajinci kupujejo ameriške JDAM z jadralnim kompletom. Ker bo to zagotovo služilo kot začasna rešitev, preden se njihova lastna domača proizvodnja ne vzpostavi. Ampak ti postavim vprašanje, kako pa je z motenjem GPS? Ker zelo dobro vemo, da so Rusi zelo dobri v elektronskem bojevanju, zelo dobro znajo motiti tudi GPS signale. Tako zelo, da so imeli celo sami Himarsi težave in mislim, da tudi JDAM izstreljene stala. Ne vem, če se spomniš, to je bilo pred kakšnim letom ali 2. Treba bo videti, kako se bodo Ukrajinci spopadli s tovrstnimi težavami, torej z motenjem signalov GPS. To bo še treba videti, ampak glej, pomembno je to, povem samo še eno stvar, potem te pustim primer. Danes sem se pogovarjal z enim od naših sledilcev. Naredil si kratek video prav na temo Gripen in eden od naših sledilcev je spraševal, zakaj šele zdaj Gripen. In to je še eno dobro vprašanje in obstaja veliko razlogov. Najprej je minilo več kot 4 leta vojne, v katerih so Ukrajinci usposabljali osebje in ponovno vzpostavili zahodno usmerjene letalske sile. Najprej z letali F-17, nato z letali Mirage 2005. In zakaj jim jih niso dali prej? Najprej zato, ker ukrajinsko letalstvo ni bilo pripravljeno na mentalni in organizacijski ravni. Mnogi so se že nekaj časa urili na Gripenih, torej je treba razumeti, bili so opremljeni tudi z A-10, razen če ni šlo za The Thief. Morda so ocenili, da bi bili na koncu neuporabni, torej ali pa so jim dali neko obliko usposabljanja, ne vemo, vendar 16 starejših pred 2 ali 3 leti še niso bili na voljo. Ker je medtem tudi Švedska spremenila svoj način nabave. Pridobili so različico E, ki je bolj napredna in jim služi za zamenjavo starih Gripenov C. Torej je jasno, da se ni dalo vsega narediti že na začetku, leta 2004, 2003, leta 2004. Upoštevajte, da smo tudi mi, Italijani, ko smo prešli iz F-104 na Eurofighter Typhoon, naredili generacijski preskok. Vmes smo potrebovali F-17 in Tornado ADV, lovsko različico, prestrezniško različico Tornada IDS, ki jo imamo mi. Preprosto zato, da bi spremenili miselnost naše letalske sile, ki je morala preiti iz F-104 tretje generacije na Eurofighter četrte in pol generacije. Zelo različno je preiti iz 104 na Typhoon in preiti iz 104 na F-16 na Typhoon. Ker si že vstopil v organizacijski, letalski in operativni način, ki je popolnoma drugačen in te približa Tajfunu. To ni prevelik preskok, ni preskok 10 metrov, je preskok 2. In to sem rekel tukaj, ko sem imel prenos v živo o F-16, da je smisel F-16 v tem, da se zgradi ukrajinsko letalstvo prihodnosti, ne pa da bi tako imeli letalo, ki se bori, ampak da se začne premikati v tej smeri, tam,
in potem zaključim, predajam besedo tebi. Zelo sem vesel, da je zdaj Gripen namesto F-16, ker je bil moj strah v času F-17. Kaj smo mi govorili, pejte preveriti, fantje. Pred 3 leti smo govorili, da je Gripen idealno letalo. Ni naključje, da so v zadnjem času izvajali tudi vaje, kjer so pristajali na nekaterih avtocestah in tako dalje. Poglej ga zlomka. Na nekaterih avtocestah. Kdo ve, kam jih bodo razpršili Ukrajinci. Predvsem pa sem rekel, bodite pozorni, da ne prepustimo Američanom monopola v letalstvo. Da jim dajo F-16, ker ko se enkrat navadijo na F-16, bo nekoč, ko bo Ukrajina neodvisna, če Bog da, ko bo morala izbrati svoja letala, pa ima že 10 let samo F-16. Kaj bo izbrala? Že imate star F-16. Vzeli boste lep F-16 Block 70, čudovito, res lepo letalo, vzela ga je tudi Bolgarija. In jaz sem bil zaskrbljen, da bi Evropa prepustila vsa področja Američanom. Zelo sem vesel, moram reči, da je Macron prav naredil, da jim je dal Mirage, ker jim je vsaj dal alternativo. Pokazal se je v dobri luči in zdaj z Gripeni prihodnost ukrajinskega letalstva postaja rumeno-modra z letalom, ki je pravo za njih. Tudi zato, ker potem v celotnem NATO, res zaključujem, potem se vsi ponovno urimo za delovanje z razpršenih baz. Pred kratkim se je na Finskem urilo tudi nekaj italijanskih letal F-35B, država, ki jo obožujem, Finska, in ne iz razlogov, ki jih misliš ti, ampak ker sem bil tam, obožujem jo, obožujem Finsko, zelo mi je všeč. In jaz Iščeš izgovore, še slabše, evo. so se urili prav za takšne operacije, kot jih je izvajala NATO v 70 letih, mislim, da tudi v 80. Potem so prenehali, ker se je svet spremenil, nastopil je mir, mirovni dividendi, zdaj pa se tudi mi ponovno urimo za takšne operacije in končno je to dobro. Gripen je bil ustvarjen prav zato, iz več razlogov, ki jih lahko vidite v naši oddaji o Gripenu, ki smo jo na srečo naredili pred časom. Torej, Zelo se zahvaljujem nacionalnemu Lanzaronetu. Seveda ni tako, da bi bilo 16 sivih, 16 Gripenov. Pozabite na članke o Wunderwaffna in podobno. Mi smo bili vedno zelo zmerni v pričakovanjih glede uporabe F-16. No, vse zadnje in rekel bi, da smo imeli prav. Zanimivo je povezati vse te stvari, ki se dogajajo na terenu. Bodisi aktivnosti na ukrajinski strani, bodisi ruske protipoteze, bodisi novačenje, težave, odločitve, ki se dogajajo na terenu. Vse kaže na to, da bodo Ukrajinci zelo verjetno začeli biti bolj aktivni, bodisi pri preprečevanju ruskih napadov z jadralnimi bombami, bodisi bodo postali bolj proaktivni. Na določenih območjih, kjer vedo, da so dovolj ustabili rusko obrambo, da lahko začnejo povzročati težave. In s tem, kar imajo, so zdaj sposobni to storiti. Hvala. Zdaj ti bom jaz postavil vprašanje, ampak most v Kerču, po tvojem mnenju, ga bodo vzeli na muho? Iskreno povedano, nima več velikega pomena. Morda, če bo ta cesta postala popolnoma neuporabna in bodo Rusi spet začeli tam prehajati. Most v Kerču. Cesta je zaprta zaradi dejavnosti in most v Kerču, ki je precej ranljiv. Ampak mislim, da so tam evropske linije. Ne podreti ga, da bi ustvarili velike težave, ker je imelo veliko smisla, da ga poškodujejo, podrejo. V času ukrajinske ofenzive, zdaj, ko Ukrajinci dobro ali slabo izvajajo zadrževanje, ima smisel uničiti logistično linijo za referenčno fronto, vendar tista na Krimu ne, ker tja nikoli ne boš prišel. Tako naredijo nekaj bolj omejenega na sektor, ki ga skušajo sami Rusi oskrbovati. Ta sektor je zdaj postal niti več drugotnega, ampak tretjerazrednega pomena. Glej, obstaja del juga Helsonske oblasti, potem je še Krim in ta sektor je z tega vidika postal precej neaktiven. Torej, ti v tem, da bi močno udarili, da bi odrezali tisto, ne vidiš simbolične vrednosti. Že napadajo Moskvo. Prav, res je. Presegli so tudi tisti prag tam.
Torej, hvala Leonardu, zdaj pa preidem še na vaša vprašanja in potem bomo govorili tudi malo o tem, kaj se dogaja na fronti, ker se nekatere stvari dogajajo zelo lokalizirano. Ampak opazi se strategija usmerjena v varčevanje, kar se navezuje na točke, o kateri smo prej govorili, 20 manj pri novačenju. In komercialna ponudba, ki ni več komercialna ponudba, ampak je izbris dolgov. In zato mora nujno priti do racionalizacije glede tega, kaj želim narediti na fronti. Nekatere se ukinejo, da bi ohranili druge aktivne. Ampak preden preidemo na to, se zahvalimo nocojšnjemu sponzorju, ki je seveda NordVPN. Torej, gospodje, morate izboljšati svojo zaščito z varnostno aplikacijo vse v enem, ker je danes NordVPN najbolj napredna VPN. Zahvaljujoč NextGen protivirusniku, praktično varnostni aplikaciji vse v enem, je koristno razmišljati o NordVPN ne le kot o orodju, ampak kot o ščitu za digitalno življenje. Popolna in zelo, zelo intuitivna zaščita, vse v eni sami aplikaciji in z eno samo naročnino. NextGen protivirusnik je popoln spremljevalec za pustolovščine na internetu. Še posebej v kombinaciji z NordVPN, saj skupaj ustvarita zelo močno pregrado proti spletnim grožnjam. Naj bodo to zaščite proti prevaram ali proti ribarjenju. Blokira vam spletna mesta, sumljive povezave, proti zlonamerni programski opremi. Saj pregleduje tudi datoteke, ki jih poskušate prenesti in jih blokira, preden vas okužijo. Naprava proti sledenju, ker preprečuje sledilcem in vsiljivim oglasom, da bi spremljali vaše spletne aktivnosti. Tega jaz ne počnem, ker mi vedno prihajajo iskanja iz Subito IT in podobne stvari. In filter za skeniranje vas opozori, če prejmete klic, ki je lahko potencialna prevara. Zato izboljšajte svojo zaščito z varnostno aplikacijo. Vse to v eni ekskluzivni ponudbi. NordVPN 4, dodatni meseci tukaj s povezavo. Seveda ga najdete v opisu, v komentarjih in v klepetu. Poleg tega obstaja tudi klavzula, da če vam ni všeč, imate po 30 dneh garancijo za vračilo denarja. Tako da jo lahko tudi odstranite, kadarkoli želite. In poleg tega podpirate to, kar tukaj počnemo z Lanzaro, Capitini, Madalunom in vsemi ostalimi gosti. Kar se tiče fronte, Leo, lahko ostaneš, lahko mirno komentiraš fronto, to, kar se dogaja. Zanimivo je videti, kako se nekatere cone aktivirajo in ugašajo. Zdaj bom pokazal nekaj zemljevidov, samo da pokažem, da so na koncu, čeprav so omejene, nekako tako, kot se je zgodilo Ukrajincem, se zdaj dogaja Rusom. Ukrajinci so se modro in nekoliko pozno postavili v obrambo ter dolgo čakali. Spomnimo se, da so bili do približno konca leta 2023 še vedno zelo v dvomih glede postavitve v obrambo, razen če je šlo za večje obrambne premike. Furono grossi scazzi, Zalužni, Zelenski in ostali. V tem trenutku je zanimivo opaziti, kako imajo Rusi očitno kot glavni cilj Donetsk in Lugansk. Torej, glavnino lahko vidimo tudi po tem, koliko armad je razporejenih na tem območju. In tudi rdeča barva prikazuje najnovejša prizadevanja. Tisto, kar so zavzeli v zadnjih mesecih, jasno kaže na to, da se usmerjajo proti Kramatorsku in Slovjansku. Omeniti velja, da kar zadeva osrednji del, ki sega od Pokrovska pa skoraj do Velike Novosilke, dejansko so tukaj Rusi obstali, skušajo zadržati položaje in prav tam so Ukrajinci zbrali več enot in začenjajo odvzemati ozemlje Rusom. Drugi stranski napor rdečih pa je zelo očiten in ni namenjen obkoljevanju. Ukrajinska obrambna linija, ki je temeljila na Kuljaji polu, je bila osnovana na Kuljaji polu, nato so izgubili Orihiv, Kamjansk, ki so jo izgubili, ker so Rusi želeli ubiti linije, vendar so Ukrajinci to izkoristili. Teh 6 mesecev je bilo vseeno kot nekakšen splet okoliščin, ker je bilo govora o odstranitvi Starlinka. Le izjemno mrzla zima, ni prišlo do povečanja komercialne ponudbe in tako naprej in tako naprej. Hočeš ali nočeš. Na koncu jim je uspelo ustvariti dodatne obrambne linije, predvsem na območju Zaporožja. Rusi pa so še vedno odločeni približati se Zaporožju z boka. Tehnično gledano do danes niso zavzeli nobene prestolnice v nobeni oblasti. Tako je, nekoliko težko, če se vrnemo k vprašanju scenarijev, prodati tudi delno zmago, s katero bi si rešili obraz.
Povsem očitno je, da so glavni napori, tukaj je to še bolj očitno, usmerjeni v to, da pridejo do Kramatorska in Slovjanska. In pridemo tudi do samih podrobnosti. Z modro so označene črte, kjer Ukrajinci zgolj zadržujejo, in z rdečo so označena območja, kjer Rusi poskušajo napadati. Torej, kot vidimo, je večina ukrajinske fronte obstala. V smislu, da je celoten osrednji del, ki poteka od Limana do Dobropilje, Pokrovska in južno od tega, za Ukrajince obrambna fronta. Kar zadeva območja Kamjanske in severno od Kuljajpola, to so fronte, kjer Ukrajinci skušajo motiti rusko dejavnost, grozijo z boka, medtem ko oni poskušajo obiti. Da si ustvarite predstavo, to je območje Kuljajpole, Kamjanske, Zaporižja. Ukrajinci napadajo praktično z boka, kjer so nameščene ruske vojske, ki poskušajo priti v zaledje Orikiva. In potem Zaporižja. Mislim, da je cilj obiti Orikiv in nato postopoma bolj ali manj Zaporižja. Ukrajinci natančno delujejo ob bokih, poskušajo oddaljiti, da ne bi dovolili Rusom, da imajo bok, varen bok. Zadnjič pred 3-4 meseci so Rusi prišli do sem, govorimo o nekaterih upadih, tehnično so že prišli v predmestjih Zaporižja. Ukrajinci so v zadnjih mesecih ponovno pridobili ozemlje in so Ruse potisnili proti Kamjanskemu. Zanimivo je, da so Ukrajinci na tem delu fronte zelo aktivni, na drugih delih fronte pa samo reagirajo. Tudi na severni fronti, pri Volčansku, Rusi še naprej poskušajo ustvariti to varnostno območje, vendar ostajajo pri tem. Tukaj smo na območju Slovjanska in Kramatorska in kot vidite, vse akcije izvajajo Rusi. Osredotočeni so na nameščanje okoli Kramatorska in Slovjanska, tako iz smeri Siverska proti Slovjansku, kot tudi iz Soledarja proti Kramatorsku. V Limanu, bolj na severu, kjer poskušajo zavzeti tudi Liman, je težava v tem, če je trenutni nabor 800 na dan. To pravijo sami Rusi, da je potrebna delna mobilizacija, da bi uspeli zavzeti Kramatorsk in Slovjansk naenkrat. Najbolj posebna situacija pa je eden tistih glavnih koščkov, ki jih Rusi potrebujejo, da se približajo Kramatorsku. To je Kostjantinivka, ki trenutno doživlja številne ruske infiltracije, ki prihajajo tudi iz osrednjega območja. Kot lahko vidite, hvala. Oprostite, bom malo popil. Te infiltracije dejansko ogrožajo strani Kostjantinivka in to grožnjo nenehno izvajajo majhne pehotne skupine. V zadnjem času so zavzeli tudi Bereštok, ki je tik ob mestu. Uspelo jim je zavzeti nekaj območij znotraj Ilinivke, ki je bila ena od četrti Kostjantinivke, na boku. So bolj ali manj že v Stepanivki in se premikajo proti Dovabalki. Kot lahko vidite, je poskus jasen. Zanimivo je videti, da se že približno 2 leti bijejo pred Kostjantinivko. To je prvič, da so opazili ruske infiltracije, celo že lokalizirane, v nekaterih primerih globoko znotraj Kostjantinivke. Tako na vzhodnem kot na zahodnem krilu je Kostjantinivka ključen del za Ruse, da bi lahko začeli napredovati bolj proti severu. To so zadnje geolokacije, ki so jih naredili Ukrajinci. Po drugi strani pa ti pokažejo, kje Rusi napadajo in na katerih območjih. In kot lahko vidite, tudi najbolj proukrajinske karte kažejo Ruse že v tem sektorju pri Ilinivki in prikazujejo tudi ruske infiltracije skoraj povsod v mestu. Torej, ni zadrževanja, trenutno je fronta precej razpršena. Po drugi strani pa sta 2 cesti. Obstaja tudi novinar BBC-ja, ki je šel po tej cesti in obstajajo videoposnetki. Prikazuje, kako je ta cesta resnično polna uničenih ukrajinskih vozil
in da je postala neuporabna za ukrajinske enote. Dobesedno posejana z uničenimi enotami, predvsem prevoznimi. Dve glavni cesti, ki potekata skozi Kostanj in Linivko v ozadju, sta pod obstreljevanjem. Torej, verjetno je največ, kar lahko Rusi letos dosežejo, da se približajo Kramatorsku in Slovjansku, verjetno zavzamejo Kostanj in Linivko. In to ni velik dosežek, če bodo do jeseni prisilili Ukrajince, za katere pa vemo, kakšni so. Tudi če Rusom uspe na takšen ali drugačen način zavzeti večji del Kostanj in Linivke, zelo verjetno bodo Ukrajinci še naprej poskušali prodirati in se upirati od hiše do hiše, samo da bi jih upočasnili, podobno kot so to storili v Pokrovsku, kaj ne? To stalno preigravanje sem in tja. Verjetno se bo ta zgodba vlekla naprej, morda bodo izgubili večji del mesta, a bodo nadaljevali. Recimo taktika udari in pobegni še dolgo časa. Smo v juniju. Gospodje, če bi bila ruska ofenziva, bi se morala že začeti pred nekaj meseci. Časa je malo, ponavadi so že marca začeli, takoj ko se je končalo neugodno obdobje, marec, april, maj, junij, to je že obdobje recimo uporabno. V vzhodnih državah, predvsem v Ukrajini, so izgubili 3 mesece, junij, julij, avgust, september, oktober, veliko je odvisno od časa dežja in teh stvari. Ne vidimo velikih ruskih ofenziv, ne vidimo ponovnih prevzemov različnih front. Veliko ruskih front je precej mirnih in vse je osredotočeno na območje okoli Slovjanska, Kramatorska in Kostjantinivke, Liman. To so aktivne fronte strani Rusov, druge fronte so popolnoma nedejavne. Naj dam primer, celoten ta pas zemlje tukaj okoli Kupjanska. Včasih poskušajo priti do Borova, vendar ni večjih ofenzivnih akcij. Tako kot ni več večjih ofenzivnih akcij strani Rusov južno od Pokrovska. Na tem območju, tukaj, je pravzaprav območje, kjer so Ukrajinci najbolj dejavni. V bistvu sta ruska pritiska dva, tisti v Donbasu in tisti v Zaporožju, pri čemer je slednji tudi najbolj nestanoviten. Rusi pritiskajo z ene strani, Ukrajinci pa pritiskajo iz dveh drugih smeri. Prvič od začetka te vojne je količina ozemlja, ki je bila zavzeta. Dobro ali slabo, je bilo to skoraj negativno za Ruse, mislim, da je bilo v plusu za 15 kvadratnih kilometrov. Zanimivo je to videti na splošno, dejstvo, da prihaja do upočasnitve, ampak jaz vedno pravim, poglejte tudi kakovost ozemlja, ki ga je ena ali druga stran zavzela. Ker če zavzamem 15 kilometrov pol, je to drugače, kot če zavzamem 15 kvadratnih kilometrov mesta, kot je Entro, Anto-Kostjantinivka. Tako zaradi težavnosti, kot zaradi vrednosti ozemlja. Dejansko je naslednja stvar, ki jo bomo poskusili narediti z umetno inteligenco, da ne bomo analizirali samo števila zavzetih kvadratnih kilometrov na eni in na drugi strani, ampak bomo analizirali tudi kakovost teh kvadratnih kilometrov. Najprej bomo razvrstili urbano območje s pomočjo obrambnih sistemov in podobnih stvari, tako da bomo razumeli, kakšna je kakovost zavzetih ali izgubljenih kilometrov. Kakšna je vrednost tega? Ker če zavzameš 10 kvadratnih kilometrov pol, ki nimajo niti enega jarka, je to ena stvar, če pa zavzameš 10 kvadratnih kilometrov mesta, je to povsem druga zgodba. Torej bi bilo treba to razdeliti po nekem modelu. Ja, zanimivo, ker če deliš po modelu, mora model biti ustrezen. Mi imamo vse zemljevidne podatke o vseh sistemih na zemljevidu, tako da ni nobenega problema. Od protitankovskih jarkov do strelskih jarkov in bodeče žice, tako da lahko razvrstimo kakovost terena. Vključuje 3 vrste obramb, ima samo bodečo žico, ima protitankovske jarke ali so samo strelski jarki in že lahko narediš klasifikacijo v tem smislu. Tukaj drugo je, če je teren dvignen, če je urbano območje. In že lahko podaš veliko bolj realistično oceno, po mojem mnenju, in glede na to, ali vključuje izjemno pomembno točko, ker je morda urbano območje, ampak je, kaj pa vem, vasica z 10 hišami, kaj ne?
To je ena stvar, če je morda Kostjante v Ivci. To nam bo v prihodnosti omogočilo boljšo oceno, da se oddaljimo od vseh tistih, ki delajo zemljevičke. Plus 10 km, minus 10 km. Preprosto v smislu kilometrov, kilometri 2. Vendar brez ocene terena ali zemljišča. V primerjavi z njegovo taktično ali strateško vrednostjo, ki jo ima, veš. Tudi mi se razvijamo. To je po mojem mnenju zanimiv način, da lahko bolje ocenimo vprašanje števila kilometrov. Podobno kot sem bil vedno proti tistemu slavnemu govorčku. Pri številu prevoženih kilometrov je treba pogledati, kje so bili ti kilometri prevoženi. Če so bili prevoženi tam, kjer je 50 km jarkov, rovov, IPDD. Jasno je, da je napredovanje počasnejše, prav tako pa jasno, da če nekdo premaga ta sistem, bi bilo napredovanje neizogibno hitrejše. Zato je treba vedno gledati stvari s stališča kilometra na kvadratni kilometer kot takega, brez ocenjevanja terena. To nima veliko smisla, ker bi sicer lahko rekli isto za Ukrajince, ki že približno 6 mesecev pritiskajo proti Kamjanskem in so zavzeli le nekaj kilometrov, kar je razumljivo, saj so Rusi zavzeli vse obrambne sisteme, ki so bili nekoč ukrajinski. Zato je treba te ocene vedno narediti tako, da jih čim bolje podkrepimo s podatki. Vidite, to je sistem, če odstranimo enote, je to obrambni sistem, ki smo ga mi kartirali s satelitskimi posnetki. Ne vem niti več, koliko jih je, verjetno jih je 300 000, da si lahko predstavljate. Toliko jih je, da jih lahko vidite šele pri določeni stopnji povečave, ker je sicer pretežko za prikaz. Ta sloj, in če kdo pogleda, točno vidi, kaj so, ali so utrdbe, utrjeni sistemi in tako naprej. To je pomembno, ker ti pokaže vrednost tistega ozemlja, kako težko ga je osvojiti in podobno. Torej, glavna tema je scenarij. Za to vojno bi bilo zaželeno in iskreno, tako na ukrajinski kot na ruski strani ni scenarijev, kjer bi lahko vsak resnično dobil tisto, kar si želi. Za Ukrajino je glavna tema odpor. Preprosto preprečiti tisto, o čemer se je govorilo pred 6-7 meseci, strateška izničenje. Jaz ne morem doseči svojih ciljev, zato moram poskrbeti, da jih tudi drugi ne dosežejo. Tudi zato, ker so kot največja napadalna država in tako dalje, imajo zagotovo oni več za izgubiti z vidika propagande. Nihče si namreč ni nikoli mislil, da bi Finska zdržala ali celo izvedla protinapad, torej napadalna država. Tisti, ki velja in ga dojemajo kot najmočnejšega, ima največ za izgubiti, če se zastoj nadaljuje. Ker je tisti, ki se mora opravičevati, tako navzven kot navznoter, glede mednarodnega in notranjega prestiža, zakaj ne dosega ciljev, ki si jih je sam zadal. Ali to velja tudi za Perzijski zaliv? Da, absolutno, za Iran je dovolj, da je tam in izstreli nekaj raket. In Trump, ki jih je prej hotel vreči dol, narediti Trumpov zaliv, jih vrniti v kameno dobo in tako naprej. Ampak se je že rekel, da je že zmagal. In jedrski arzenal je bil izbrisan že pred letom dni. Ja, problem je v tem, vojna se lahko konča samo s prekinitvijo ognja ali z zamrznitvijo linij. Pravzaprav ne. Zamrznitev linij bi pomenila za Ruse in Ukrajince nenehno vojno skozi leta, vendar oddaljeno. Vedno večji raketni in dronski napadi, iz vidika ne mojega, ampak večine vojakov. Blogerji, ki sem vam jih pokazal tudi prejšnjič, Rusi, to ni sprejemljivo stanje, ker so Ukrajinci podprti z evropsko proizvodnjo, ki jo lahko Rusi prizadenejo. Čeprav mnogi pozivajo prav k temu, da bi napadli evropsko proizvodnjo dronov, ki podpira Ukrajino. Število dronov, ki bo Ukrajina izstrelila proti Rusiji, se bo iz meseca v mesec povečevalo. In tam je vedno vprašanje, kdo ima pri tem več izgubiti. 4 leta bombardirajo Kijev, pa to sploh ni več novica. Moskva bombardirana prvič. To se ni zgodilo od velike domovinske vojne, domovinske v drugi svetovni vojni. Novica. Poskusite vstopiti v kolektivno rusko zavest
In poskusite ta model prenesti na Kitajsko ali Ameriko. Predstavljajte si, če bi jutri 500 iranskih dronov zadelo Washington ali 500 tajvanskih dronov zadelo Peking. Ali bi bilo to sprejemljivo? Ali bi bilo to dopustno? Kakšno podobo bi to dalo o tej državi? Zadnjič, ko je nekdo napadel nekaj v Ameriki, je sledila 20-letna vojna v Afganistanu. To je tako res, da smo pred kratkim videli izstrelitev orešnika, par orešnikov. Morda prav kot odziv na doktrino, na strateško doktrino. Strateški napadi Ukrajincev, ki so iskreno v tej situaciji taktičnega in operativnega zastoja, edina stvar, ki jo lahko naredijo, je, da pridejo na strateško raven. Ampak to smo govorili že na začetku leta 2025, ko so začeli streljati. Sem to govoril že prej. Ne, Jaz sem rekel, da Ukrajinci tega ne bi smeli storiti, mislil sem leta 2023. tako. Obrambna strategija je vedno najboljša. V tem primeru izpostavljeni Svoje napade na strateški ravni, da povečaš stroške nasprotne strani v upanju, da se bo nekaj zgodilo. Da, res je, en orešnik je to naredil, Čilić je končal v Donecku, to so potrdili tudi različni stiki, ki jih imam na tem območju, da je padel na severu med Karamatovom, Slovjanskom, ker če je spontani video posnetek narejen s strani Rusov, jasno prikazuje padec orešnika severno od Donecka. Ne ve se, je na ukrajinskem ali ruskem ozemlju in jasno je, da je to orešnik, ker se vidi 6 skupin po 6. Zanimivo je, da je pristal, ni jasno, ali na območju pod nadzorom Ukrajincev ali Rusov, moral imeti neko težavo ali kaj podobnega. Tako kot je zanimivo tudi drugo. Drugi orešnik je bil izstreljen iz baze, ki je 80 km oddaljena od Kijeva. Naključno je zadev letališče, vendar ni zadev niti samega letališča, v resnici je zadev nekaj pomožnih hangarjev in podobno. Po drugi strani pa vedno ostaja dvom, in to je hipoteza, o kateri sva zasebno govorila z Lanzaro. Hitrost spuščanja teh kinetičnih izstrelkov je bila precej drugačna od prvega orešnika. Zelo drugačna, preveč drugačna. Ali pa so bili morda posneti z večje razdalje. Ne, obstajajo posnetki, bili so posneti tudi zdaj od bližje. Celota. Domneval sem drugačno geometrijo napada, ker če niso zelo navpične in so bolj nagnjene, Bi lahko dosegle manjšo hitrost. Verjetno, ampak bila je ogromna razlika med spustom. Kinetika tistih, ki smo jih videli, ko so udarili v Dnipro. V primerjavi s temi so bili ti tako počasni, da so me skoraj spominjali na iranske podmunicije, ki smo jih videli. Pa vendar je jasno, da je šlo tudi za orešnik. Domneval sem, da bi lahko namestili bojno glavo morda na raketo, ki ni bila orešnik in ki je nima. Ker imajo Rusi pogosto modularnost, kar ima smisel, torej možnost namestitve bojne glave na različne vrste raket. Morda so uporabili raketo, ki preprosto doseže manjšo hitrost, manjšo višino in zato so bojne glave neizogibno prispele z manj kinetične moči. Vidi se tudi, da je parabola manj strma. Če pogledate tiste iz Dnipra, so bili dobesedno skoraj navpični, tukaj pa so prihajali veliko bolj balistično. Torej praviš, da bi res lahko prišlo do neposrednega spopada med NATO in Rusijo. Ni jedrskega tveganja, nobena stran ne bi uporabila jedrskega orožja, ravno o tem govorim. Če bi ostalo pri klasičnem spopadu, je problem v tem, da moraš za klasičen spopad imeti pogum in to je bistvo igre. Rusi in Putin, predvsem Putin. Rusi imajo verjetno po vseh teh letih še vedno pogum, da gredo v boj v jarkih. Jaz tega ne vidim. Italijani, da bi poslali 10.000 mož osvoboditi Estonijo, Latvijo, Litvo. To je zelo nevarna stava. Ampak Rusom ni ostalo veliko možnosti, da bi našli scenarij, v katerem bi dosegli cilj, ki so si ga zadali na začetku. Popolna mobilizacija, torej milijoni mož, je izjemno draga, logistično in politično neizvedljiva. Delna mobilizacija ti da le malo goriva.
Ampak 300 tisoč mož ne bo spremenilo te vojne, ker bi to pomenilo še eno leto, 2025 ali 2024. Hvala. Govor o izčrpavanju. Ukrajinci skušajo večino svojih dejanj omejiti le na priložnosti, ko se jim ponudi možnost. Opustili so misel na ozemeljske osvojitve in ofenzive, da bi ohranili obstoječe stanje. In mislim, da se bo vojna nadaljevala nadaljavo, vedno več dronov, vedno več raket, razen če ena od obeh držav ne sprejme odločitve in izvede res veliko mobilizacijo. Kar pa bolj deluje, če odpreš drugo fronto, popolnoma drugačno. Fronto, kjer ni utrt, kjer ni ničesar drugega in tako naprej. Ker ni tako, da če vržeš 300 tisoč mož in jih razporediš vzdolž trenutnih linij, da boš dosegel ne vem kakšen rezultat. Paradoks je v tem, da so po eni strani trmasti, po drugi strani pa se postavljajo v situacije, iz katerih se ne znajo izvleči. Tako da po mojem mnenju se bo to preprosto nadaljevalo, bo vse bolj potekalo nadaljavo in notranje vedno težje. Z vidika ruskih komentatorjev je sprejeti to situacijo notranji boj. Zmagali bodo jastrebi, zmagali bodo tisti tako imenovani zmerneži, ker je to boj, ki poteka znotraj. Ta odgovor so orešniki. Ampak ti orešniki pa ne povzročajo toliko škode, kaj ne. Pojdite pogledat, rdeči pravijo, da podre stavbo, naredi luknjo skozi 4 nadstropja, torej 15 metrov pod zemljo, pojdite pogledat. Krateri so naredili majhne kraterje, globoke 2,5 metra, 3 metre. Zdaj na stavbi za božjo voljo jo lahko prebiješ skozi vsa nadstropja, ampak to inertno strelivo in podobno, če ga izstreliš na letalsko bazo. Kaj narediš z njimi? Tako so obsežne, tako velike, narediš par lukenj, ki jih v nekaj urah popravijo. Kako deluje, če je uporabljeno nekaj eksplozivnega ali če so uporabljene jedrske taktike, vendar ne kinetične? S kinetičnimi ne deluje. Lahko jih uporabijo za mehke območne cilje, kot so pristanišča, rafinerije, letališča in neutrelni objekti. In Millennium 7 avgusta je izračunal, da ima vsaka bojna glava orešnik približno enako moč kot Mark 84. Da, vendar z drugačnim učinkom, ker ne eksplodira. Hvala. Še zadnje vprašanje, potem moram zaključiti. Kar zadeva Taurus, so nove informacije. Imajo namreč izjemno omejeno taktično uporabo. Mislim, da so Ukrajinci raje bolj razvijali tehnologijo dronov in uporabljali tudi drone s spuščanjem balonov, da bi lahko udarili globlje v ozadje. Kot pa Taurus ali HIMARS, ki so jih pogosto uporabljali za take stvari. Skladišče, vojašnica, kakšen pomemben cilj. Zadnje čase to počnejo z droni, ker je vse en dialog v omejenih količinah. Torej ni tako, evo. In Taurus imajo posebno bojno glavo, ki se imenuje bojna glava z 2 eksplozivoma. Za večji del hvala. Spomnim se na Broach, ki je prav tako v tandemu. Uporablja se predvsem za zaščitene tarče in glej ga zlomka, kam so ga izvozili, v Južno Korejo. Kdo ve zakaj? Ker jih bo Južna Koreja uporabila za napad na podzemne objekte ali zaščitene bunkerje severnokorejskega vodstva v primeru konflikta. Zelo specifično orožje. Še zadnja stvar. Jaz in Lanzarone sva v Cuneu 7. ob 17. v Nuovo Cuneo. Dovolj, da napišete Nuovo Cuneo in vam ga najde. Športni in kulturni center, tam so igrišča in tako naprej. Dal sem vam tudi Google zemljevid, Nuovo Cuneo. Vstop je prost, se vidimo tam, govorili bomo o marsičem, od Pacifika do vojne v Ukrajini in vsega ostalega. Seveda bomo vse to prinesli s seboj. Knjige, tako da če želite kupiti kakšno knjigo in narediti film s kopijami z nami, prosta vprašanja, mi se trudimo veliko sodelovati z občinstvom. Sej stvari, ki jih povemo, že poznate, če nas tukaj spremljate. Sej ne želite ponovitve tega, kar povemo v živo. Želite priti tja, da bi se neposredno pogovorili z nami in imeli ves čas, da nam zastavite neposredna vprašanja, na katera morda ne moremo odgovoriti med prenosom v živo, ki že ima svojo temo.
nekaj takega. Sicer pa najdete plakate na mojem Telegramu, na vseh družbenih omrežjih. Torej, hvala vsem. Hvala, Leonardo, da je prišel in lahko noč. Živijo.